Pozdravljeni vsi, ki ste si vzeli čas za pogovor o tako pomembni temi, kot je zaposlovanje. Delo, pa naj bo kakršnokoli, nam daje možnost, da s svojim znanjem in sposobnostmi doprinesemo svoj delež k dobrobiti družbe. Zato je pomembno, da imamo tudi slepi in slabovidni možnost vključevanja v vse oblike dela. Zaposlitev pa nam daje možnost, da s svojim delom tudi finančno poskrbimo zase in na nek način tudi priznanje družbe, da smo njen enakovredni in dragocen del. Zato je zaposlitev pravzaprav cilj staršev slepih in slabovidnih otrok, vzgojno-izobraževalnega sistema in ne nazadnje posameznikov. O tem, ali je temu res tako, ali imamo morda že tukaj kakšne slepe pege, ki se jih mogoče še sami premalo zavedamo, bomo govorili v nadaljevanju. Za uvod pa mi dovolite, da z vami delim le nekaj dejstev o zaposlovanju oseb z invalidnostmi. Podatki so povzeti po Umarju. Od leta 2010 do danes se je število brezposelnih oseb z invalidnostmi več kot prepolovilo. Vseh brezposelnih v Sloveniji po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za april 2025 je bilo 44.300. Od tega ima 14,8% oseb status invalida, kar pomeni približno 6.600 oseb. Ta dva podatka nas gotovo lahko navdajata z optimizmom. Kljub temu pa moramo vedeti, da so invalidi bolj izpostavljeni dolgotrajni brezposelnosti kot ostala populacija. Da le dobra tretjina slovenskih podjetij, ki so zavezanci za izpolnitev kvote za zaposlovanje, le to izpolni zaposlitvijo osebe s statusom invalida. Vedeti moramo tudi, da različne vrste in stopnje invalidnosti različno vplivajo na vključevanje posameznika na trg dela. In ne nazadnje, vedeti moramo, da papir in številke prenesejo marsikaj. Za vsemi temi podatki pa so ljudje, vsak svojo zgodbo. In ravno temu želimo posvetiti danes nekaj časa. Preko pogovora želimo osvetliti področje zaposlovanja slepih in slabovidnih s čim več zornih kotov. Zato sem res vesela, da je danes z nami toliko gostov, ki bodo obogatili današnji pogovor vsak s svojim pogledom, izkušnjami in prizadevanji. Skratka, vsak svojo zgodbo. Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije že od leta 2023 deluje zagovorniška skupina za področje zaposlovanja slepih in slabovidnih, ki jo vodi Nastja Žlajpah. Nastja, nam morda lahko poveš kaj več o tej skupini? Kaj je namen te skupine? Kdo jo sestavlja? Zakaj si pravzaprav prizadevate? Ja, lepo pozdravljeni še enkrat z moje strani. Hvala, Brigita, da si nas povabila in organizirala Zoom kavico na to temo. Mi smo ravno iz naše skupine za zaposlovanje še pod vtisom včerajšnjega dogodka, ki je bil namenjen ozaveščanju delodajalcev. Mogoče bom sicer o tem povedala kaj več, zdaj pa da odgovorim na tvoje vprašanje na začetku. Ta skupina deluje od leta 2023 v okviru programa Vseživljenjsko učenje slepih in slabovidnih. In to je eden izmed programov na Zvezi, ki obstaja že vrsto let in tudi zaposlovanje je bila ena izmed področij, s katerimi se je ta program ukvarjal. Je pa ta skupina sovpadala tudi s tem, ko je program Vseživljenjsko učenje postal sofinanciran strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti kot razvojni socialno-varstveni program. In takrat sem jaz dobila idejo, kaj bi lahko počeli. Fino bi bilo, da bi ena taka skupina obstajala, se pravi skupina sestavljena prav iz slepih in slabovidnih članov, kajti oni imajo največ izkušenj, največ različnih zgodb, lahko med sabo se motivirajo, lahko navdihnejo druge, imajo različna znanja, s katerimi lahko potem se mi res fokusiramo na tisto, kar je naš namen, se pravi izboljšanje zaposlitvenih možnosti slepih in slabovidnih. In ko smo se mi prvič dobili, smo pripravili en tak načrt dela in smo rekli, da bi bilo ta fokus najbolj potrebno usmeriti na delodajalce, kajti menimo, da ravno pri njih, oziroma tudi pri njih, seveda se zatakne, invalidnosti, kot je slepota in slabovidnost, ne poznajo dobro. Kot si rekla, med
tudi v tej masi invalidov morda se lažje odločijo za nekoga z lažjo invalidnostjo, ki jim je bolj poznana. Morda veljajo še vedno v družbi neki predsodki, stereotipi. Tako da smo kar v štartu rekli, da bi začeli pripravljati razna informativna in promocijska gradiva, s katerimi bi se potem udeleževali raznih dogodkov, sejmov, pač iskali neke priložnosti, kjer se lahko pokažemo. V začetku mislim, da nas je bilo takrat zbranih 10, skozi vsa ta leta pa nekateri člani so se potem odločili, da ne želijo več sodelovati, nekatere smo dobili, tako da zdaj nas je okrog 15, ki se redno srečujemo vsak mesec, danes jih je nekaj tudi tukaj, da pogledam, Rok, Irena, Nino sem prej videla, Blanka, Tanja, Urška, skratka ja. Veliko nas je tukaj, bojo tudi sami kaj povedali. Potem poleg vsega tega našega dela smo pa tudi začeli razmišljati, kaj vse je še tisto potrebno. Ni samo ozaveščanje delodajalcev, je tudi neko večje povezovanje z drugimi institucijami, ki se potem v okviru svojih pristojnosti povezujejo trg dela z invalidi, tako da smo res okrepili, vzpostavili nova sodelovanja z URI Soča, Zavodom za zaposlovanje, z javnim štipendijskim preživninskim invalidskim skladom, s Kadrovsko zvezo, z iniciativo Listina raznolikosti, v glavnem veliko teh novih navez smo vzpostavili, velikokrat smo tudi bili izpostavljeni nekako v medijih. Zdaj, zagoščenega je bila ogromno tudi v tem letu, kar se tiče aktivnosti. Pripravili smo dvodnevne delavnice za iskalce zaposlitve. Tudi tukaj moram reči, da se nam je samoiniciativno pridružil Zavod za zaposlovanje in to je res eno dragoceno sodelovanje, da tudi naši člani lahko spoznajo njihovo delo. Ravnokar je izšel vodnik o zaposlovanju slepih in slabovidnih in pa en tak promocijski 90-sekundni filmček, ki ga bomo potem tudi vrteli na raznih dogodkih. Ravno včeraj mi je bilo obljubljeno eno sodelovanje na dogodku od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kjer potem lahko ta gradiva tudi predstavimo. Prav tako smo povabljeni na dogodek Slovenske kadrovske zveze, ki bo naslednji oziroma ta november. Nastja, zelo veliko dela za dobro leto in pol. Veliko dela, glede na to, da so naši člani prostovoljci in da tudi svoj čas jemljajo, nekateri so zaposleni in potem se v času službe nekako odškrnejo čas, drugi imajo morda več časa. Smo pa res znanja, ki jih imamo v tej skupini, smo res s pridom uporabili, se pravi tudi oblikovanje, lektoriranje, pisanje člankov, vse to je bilo pripravljeno strani naše skupine. Pa mogoče pojdimo kar po korakih. Morda bi se najprej dotaknili delavnice Se vidimo na delu, ki ste jo izvedli letos. Nam bi mogoče lahko ti ali pa kdo od skupine povedal kaj več o tem, kaj ste počeli tam, komu je bila pravzaprav namenjena, kakšen tak lep utrinek z te delavnice. Bom povedala jaz. Potekala je v Izoli in mi smo želeli res en tak pester nabor vsebin pripraviti, da bi bile kar najbolj koristne za tiste, ki so udeleženi, se pravi o spoznavanju možnosti podjetništva, neformalnega izobraževanja preko ljudskih univerz, delavnice za veščine, ki jih potrebujemo na razgovoru za službo, psihoterapevtska delavnica, Zavod za zaposlovanje se je pridružil, primere dobrih praks iz tujine smo tudi imeli, to v grobem. Tako da mislim, da smo res kar velik nek razpon vseh novih idej, navdiha dobili. Super, sliši se res zanimivo. Včeraj pa se je zgodil tudi dogodek Se vidimo na delu. Vključevanje slepih in slabovidnih v delovno okolje. Komu je bil namenjen pa ta dogodek? Nam lahko poveš kaj več o tem? Dogodek je bil namenjen v prvi vrsti delodajalcem oziroma tistim, ki pač kakorkoli lahko vplivajo na zaposlovanje, širše pa tudi drugi strokovni javnosti, ki jih to področje zanima ali pa področje slepote in slabovidnosti. Tudi smo se potrudili, da je
program pripravljen tako, da je kar največ informacij, kar lahko nam zakonodaja ponudi na tem področju, pa potem tisti primeri dobrih praks. Predstavili so se slepi in slabovidni, ki so zaposleni, samozaposleni, nekateri so se tudi predstavili skupaj z svojimi delodajalci, kar je, jaz mislim, da še res posebej dobrodošlo, da potem tudi tisti, katerim je bil namenjen, dobijo nek navdih strani drugih delodajalcev, da vidijo, da je to možno. Predstavili smo tudi sodobno tehnologijo, ki slepim in slabovidnim danes omogoča, da se enakovredno vključujejo v delovna okolja, pa potem smo tudi malo pobliže predstavili še vse druge tehnične pripomočke, palice, različne okvare vida skozi simulacijska očala. Odlično, ste bili zadovoljni z udeležbo? Ne. Najbolj ne. Bilo je, udeležba je bila v redu, mogoče pa nismo zadovoljni s tem, kdo je bil tisti udeleženec. Mislim, da se tistih, ki bi se jih res to moralo dotakniti, da tistih ni bilo, ampak nič hudega, sploh nič hudega, zato ker, kot sem rekla, smo pa tudi mi povabljeni na druge dogodke, se pravi dogodke, ki so pa res ciljna publika teh dogodkov so pa res delodajalci, kadrovski strokovnjaki v primeru kadrovske zveze, tako da veliko bo še priložnosti. Jaz mislim, da vsak tak dogodek, ki ga organiziramo, naj bo še tako majhen, vedno pripomore k nečemu večjemu, da se zgodba začne nadaljevati, da se o tem govori, da se ljudje spoznamo, da se slepi in slabovidni med sabo mogoče še bolj začnejo pogovarjati na to temo, tako da nič, kar delamo, ni zaman, nikakor. Brez skrbi. Jaz, Nastja, tebi in vsej skupini želim, da ne bi obupali, da se veselite vseh korakov, tudi takih, ki se na prvi pogled zdijo manjši, ker tako kot si rekla, vsak korak je lahko začetek ene nove zgodbe. Bi pa, Brigita, ne vem, če še imaš za mene kakšno vprašanje ali ne? Še film sem imela v mislih. Aha, okej, nekaj sem samo želela še odgovoriti, mogoče gospe Ivanki, ki je, preden smo začeli snemati, vprašala, da upa, da bo danes izvedela, kakšna je situacija, ne? Ti si, Brigita, že omenila, da je stanje boljše trenutno. Tudi včeraj smo imeli potem možnost slišati iz prve roke, iz strani gospe iz Zavoda za zaposlovanje, številke brezposelnih invalidov upadajo, se pravi nekako to premo sorazmerno upada tudi s številom drugih, ostalih brezposelnih. Je pa tako, da so mi tudi povedali, da so slepi in slabovidni zelo heterogena skupina. Nekateri se zaposlujejo v običajnih okoljih in načeloma sploh tisti z večjim ostankom vida, se pravi slabovidnostjo, potem tudi lažje dobijo zaposlitev, mogoče kot nekdo, ki je slep, in težko je potem vse metati v en koš, bi jaz rekla, no, v tem primeru, ker so zgodbe res različne. Sicer pa je ogromno tudi na strani vsakega posameznika. Tudi če povzamem mogoče besede, od včeraj je rekla gospa iz Zavoda, tukaj je tudi ogromno lastne motivacije. Seveda so neke prepreke, izzivi, ki so skupni vsem, ki se soočajo z okvaro vida, ampak tista neka proaktivnost, motivacija pa je tudi nekaj, kar ne smemo zanemariti, jaz mislim. Super, hvala tudi za to. Nastja, a bi zdajle pogledali filmček, ki ste ga pripravili? Ja, super. Mogoče bi samo ob tem filmčku še nekaj povedala, preden ga zavrtimo. Mi smo bili tukaj zelo omejeni. Veste, to so filmčki, ki so kratki, 60 sekund je bilo na začetku dogovorjenih, potem je to nekako prešlo na 90 sekund. In v 60 sekund spraviti sporočilo, sliko, pa še, da bi bilo dostopno za slepe in slabovidne, to je bil kar izziv. Mi smo se pa kljub temu res potrudili, da tudi tisti, ki ne vidijo, ki nimajo nič ostanka vida, lahko preko audiodeskripcije, ki je v tem filmčku, si predstavljajo v bistvu celotno dogajanje na posnetku. Ni to popolna audiodeskripcija, ker pač v 90 sekundah za vsem vred ne moremo popolnoma opisati dogajanja, ampak
mislim, da je vseeno pripravljen na tak način, da lahko potem vsak točno razume sporočilo tega filmčka. Ženska z belo palico vstopi v razred, z nasmehom pozdravi učence in odpre prenosni računalnik. Tina je priljubljena učiteljica v osnovni šoli, ki nikoli ne pozabi pregledati domačih nalog. Sprehaja se med klopmi in učencem deli delovne liste. Na drugi strani mesta moški izstopi iz avtobusa v poslovno stavbo. Od blizu pogleda obvestila na oglasni deski. Nato stopi v pisarno, ki si jo deli s sodelavcem. Mark je vodja projektov. S svojim znanjem iz zagat rešuje kolege. Z lupo pogleda list papirja in najde napako. Nekateri delodajalci že zaposlujejo slepe in slabovidne. Bi bili med njimi tudi vi? Moški z belo palico pride na razgovor za službo. Sodobna tehnologija, pripomočki in prilagoditve omogočajo enakovredno vključevanje v delovno okolje. Ob zaposlitvi slepih in slabovidnih pa imate delodajalci možnost koristiti različne finančne vzpodbude. Naj predsodki ne vplivajo na izbiro pravega kandidata. Odločite se na podlagi znanj, veščin in sposobnosti posameznika. Se vidimo na delu. Če želite izvedeti več, obiščite spletno stran www.zveza-slepih.si. Najlepša hvala za delitev tegale filma. In kot sem že rekla, skupini želimo še veliko uspešnih akcij in kar tako naprej. Gotovo je naša aktivnost in aktivnost organizacij, katerih poslanstvo je, da se skupaj z nami borijo za boljše možnosti tudi na tem področju, ključnega pomena. Izjemno pomemben pa je tudi zgled, ki ga dajemo. Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije se je struktura kadra v zadnjem desetletju drastično spremenila. Pred 3 desetletji, na primer, ni bilo med zaposlenimi niti ene slepe ali slabovidne osebe, danes pa jih je kar nekaj. Z veseljem danes med nami pozdravljam tudi glavnega tajnika Zveze, Štefana Kušarja. Pozdravljeni. Živijo. Štefan, danes ste z nami predvsem v vlogi delodajalca. Z večino slepih in slabovidnih sodelavcev ste pogodbo o zaposlitvi sklenili vi. A ste zato potrebovali več poguma kot za sklepanje ostalih pogodb o zaposlitvi? Vsako podpisovanje pogodbe o zaposlitvi malce zatrese roko, tako da malo za uvod, drugače pa lep pozdrav vsem prisotnim danes. Jaz osebno sem doživel eno izkušnjo, ko sem kandidiral za delovno mesto Evropskega invalidskega foruma v Bruslju in sva po, mislim, 2 ali 3 krogih prišla v finale jaz kot videča oseba in moj protikandidat je bila slepa oseba. Obadva sva bila enako kvalificirana, usposobljena in vse. In v življenju ne bom pozabil klica, ko sem bil na dopustu v Firencah, me je poklicala direktorica Evropskega invalidskega foruma in rekla: Štefan, žal nismo izbrali tebe, izbrali smo slepega protikandidata, namreč stališče Evropskega invalidskega foruma je zagovarjanje zaposlovanja invalidov in seveda to je neka pozitivna oblika diskriminacije, mi moramo biti vzgled in bomo zaposlili slepo osebo. Ne glede na lastne želje pa seveda neke aspiracije, sem razumel logiko, ki je odzadaj. In to isto logiko uporabljam tudi tukaj na zvezi. Če mi želimo biti zgled kot delodajalec drugim delodajalcem, potem moramo mi demonstrirati vero in prepričanje, da lahko slepi in slabovidni ob ali prilagoditvi delovnega okolja, delovnega mesta ali pa karkoli pač nekdo potrebuje glede na svojo okvaro vida, da lahko taka oseba opravlja seveda delo, ki ga mi potrebujemo oziroma ki ga potrebujejo v zadnji fazi naši uporabniki, ko izvajamo programe. Jaz moram reči, da ni vedno enostavno. Se je tudi izkazalo, da so določena opravila lahko prezahtevna, na drugi strani pa seveda tudi slepi, ki jih zaposlujemo, razumejo,
da potrebujejo včasih tudi podporo, lahko tudi videčih, ne samo tehnologije ali pa neke prilagoditve. Tako da recimo mi imamo več oseb zdaj kot v preteklih letih. Mislim, da sem jaz prišel na zvezo in sem podedoval 2 slepi osebi, tako da oziroma da zveza leta 2018 ni bila popolnoma brez zaposlenih slepih in slabovidnih. Moram pa reči, da na drugi strani imamo zdaj že v tem trenutku, mislim, da 6 ali 7 slepih in slabovidnih oseb zaposlenih v strokovni službi. Žal smo še vedno soočeni z dejstvom, da veliko opravil potrebuje tudi podporo videčega človeka. Recimo konkretno, ne vem, programska orodja, ki jih uporablja Zavod za zdravstveno zavarovanje, pri katerem smo mi pogodbeni izvajalec dobavljanja tehničnih in medicinskih pripomočkov, ima računalniški program, ki ni dostopen za slepe in slabovidne, ne. Ravno v sredo smo imeli sestanek na Ministrstvu za delo in družino in socialne zadeve na temo dostopnosti aplikacije za področje osebne asistence in, a veste, matično ministrstvo, ki dela za invalide, ki je podvrženo Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, nima aplikacije, ki bi bila dostopna za slepe in slabovidne, ne. In smo opozarjali, da imamo kar veliko zaposlenih ali strokovnih vodij, ki imajo okvaro vida in morajo upravljati aplikacijo, ali pa nenazadnje usklajevalcev. Zdaj, če bodo šli v zahtevo, da tudi uporabniki uporabljajo aplikacijo, mora biti tudi zanje dostopna aplikacija. Ampak to za nekoga, ki je zaposlen na delovnem mestu strokovnega vodja ali pa usklajevalca osebne asistence, lahko predstavlja precejšen izziv. Tako da se, je pa res, da moramo upoštevati tudi dejstvo, da mora biti delo narejeno na koncu, ne. Tako da v nekem trenutku lahko pride do tega, da je dela zmožnost ali pa učinkovitost nižja kot pri videčem človeku, ne glede na vse prilagoditve, mogoče nekdo potrebuje malo več časa, ali pa še karkoli drugega. Tako da ja, treba je biti malo potrpežljiv, ampak da se. Štefan, a imate do slepih in slabovidnih sodelavcev enako pričakovanja in zahteve kot do ostalih zaposlenih? Da. Zaradi tega, ker sem se z leti naučil, da poskušam tudi invalide, ne vem, imeti z njimi enakopraven odnos kot do vseh ostalih. Skratka, če je nekdo, ne vem, neučinkovit, če dela napake, jih ne popravi, ponavlja napake, ali pa, ne vem, je lahko nesramen do sodelavcev, ali pa, ne vem, ni motiviran pri delu, ne. Te stvari niso predmet telesne okvare. A se razumemo? Te stvari so stvar osebnega karakterja, človeka kot takega, in se jaz pogovarjam z vsemi popolnoma enakopravno. Tukaj ne delam razlik. Kaj bi pa rekli o vaših slepih in slabovidnih sodelavcih? Ja, jaz sem zelo vesel, da nekatere imamo v naših vrstah, ne. Za nekatere bi si želel, da bi bili malo bolj pridni, malo bolj motivirani, ampak ne. V resnici moram reči, da z ljudmi, ki imajo telesno okvaro, tudi iz mojih preteklih izkušenj, ko sem bil drugje, moram reči, da so invalidi pravzaprav zelo motivirani, iznajdljivi. A veste, vaše življenje, čeprav velikokrat govorim v prvi osebi množine, ne, ko govorim, ampak dejstvo je, da nekdo, ki ima telesno okvaro, je soočen, da je ves čas v narekovaju normalnem okolju soočen z nekimi izzivi. Mora se prilagajati, mora se znajti, kot se temu reče, ne. Mora reševati težave, izzive, ne. Nekdo, ki ima okvaro vida, ima vsak dan cel kup nekih težav, ki jih mora rešiti. In to ga naredi tudi kot zaposlenega zelo zanimivega za delodajalca, ne. Mi si kot delodajalci želimo samostojnih uslužbencev, ki znajo rešiti težavo, ko se z njo soočijo, ne pa da pridejo vsakič s problemom potem in prosijo za pomoč, da nekdo drug namesto njih to naredi. Tako da ja,
na drugi strani pa seveda s tem, ko dobijo zaposlitev, so, moram odkrito reči, manj podvrženi absentizmu kot videči. Ker želijo ohraniti delovno mesto, želijo biti dober uslužbenec, tako da jaz imam same pozitivne izkušnje. Brigita, lahko postavim vprašanje? Vedno. Štefan, zdravo. Od teh, kot si rekel, 7 zaposlenih, pa so v glavnem samo slabovidni, tudi kjer slep med njimi. Koliko slepih, koliko pa slabovidnih? Zdajle bom zelo težko takoj natančno odgovoril, ker vsi vemo, da je slepota od 3. do 5. kategorije. Jaz mislim, da je nekaj med njimi za to kategorijo. Tako da Brigita kima, žal pa ne vem zdajle iz rokava stresti, koliko je enih in koliko drugih. Lahko pa to priskrbim. Jaz bi si upala reči, da vsaj 2. Vsaj 2, ok, v redu. Hvala. Štefan, a je lastna izkušnja slepote ali slabovidnosti lahko tudi prednost ali je vedno le izziv, tako kakor ste prej omenili? Absolutno prednost. Predstavljajte si, ko pridejo k nam recimo iz šol ali pa iz nekih drugih inštitucij, pa to govorimo o šolah od osnovne, srednje, pa konec konca tudi univerzitetnega šolanja, recimo na obisk in jih seznanjamo z slepoto, je seveda delitev izkušnje in kaj slepota sploh je in kako vpliva na življenje posameznika, bistveno bolj verodostojna, če je narejena s strani nekoga, ki ima samo okvaro vida, kot pa če to naredi videča oseba. Na drugi strani recimo svetujemo velikokrat tudi, kakšne prilagoditve potrebujejo slepi in slabovidni. In če mi to naredimo v narekovaju ex katedra kot videči, je nekaj popolnoma drugega, kot pa če jaz rečem, mi imamo strokovno znanje na podlagi izkušenj, se pravi, ker mi smo vsi, slepi in slabovidni ste eksperti z izkušnjo in seveda to potem delimo, z upravnimi enotami, z centri za socialno delo, z domovi za starejše občane ali pa ne nazadnje, konec koncev tudi, če je gospodarstvo. Ta je absolutno drugače, če to naredi, tako kot sem rekel, slep slaboviden, kot pa videč. Tako da mi je zelo super, da imamo v naših vrstah večje število zaposlenih slepih in slabovidnih, ker te potrebe po svetovanju, po predstavljanju so vedno večje. Tako da sem zelo vesel, da lahko več ljudi naenkrat pošljem na različne konce. Štefan, kaj bi sporočili delodajalcem, ki se bodo srečali s slepimi ali slabovidnimi iskalci zaposlitve? Naj vas ne bo strah. To je ta prvo. Ker smo vsi soočeni z nekimi predsodki in stereotipi, zelo veliko neznanja, žal še vedno v družbi, in če damo nekomu priložnost, se lahko skozi ta proces marsikaj razčisti, izkristalizira, in jaz mislim, da smo z vsemi sistemskimi in zakonskimi ukrepi, ki pomagajo za to, da invalidi pridejo na odprti trg delovne sile, naredili tiste korake, ki omogočajo neko lažje odpravljanje teh neznanj, stereotipov in tako naprej. Glejte, prilagoditev delovnega mesta vključuje celo vrsto nekih pripomočkov. Lahko je prilagojen delovni čas, lahko je, osebna podporna storitev v smislu pomoči mentorjev v narekovaju. Skratka, včasih je tudi treba vedeti, da so prilagoditve lahko zelo minimalne, ki jih nekdo potrebuje z okvaro vida. Namesto da je pisalna miza obrnjena proti oknu, jo samo obrnete okoli, tako da ima slepa, oziroma da ima nekdo z okvaro vida vir svetlobe za svojim hrbtom, in je lahko že to sprememba, ki zadostuje, da nekdo lahko normalno uporablja, večji ekran. A veste, včeraj mi je bilo zelo zgovorno in povedno, kako so gospo Viktorijo Harrison, ki je veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, pričakali na prvem delovnem mestu v Helsinkih, kjer je bila namestnica veleposlanika. In delodajalec oziroma ambasada v Helsinkih ni vzpostavila komunikacije z njo in jo vprašala, kaj potrebuje, ampak je pisala na zunanje ministrstvo v London in je rekla, povejte nam, kaj naj naredimo za to, da bo lahko gospa Harrison opravljala svoje delo.
žal so iz Londona poslali zelo nejasna navodila in v Helsinkih so jo pričakali z ročaji na straniščih. Njeno pisarno so premaknili v pritličje, naredili so širša vrata v pisarno. Skratka, a razumete, naredili so prilagoditve, ki so bile absolutno skregane z vsako zdravo pametjo, ker so prilagajali za gibalno ovirano osebo. Ne? Potem, hvala Bogu, ko je prišla v Sarajevo, zdaj pa sploh v Ljubljano, ne, so bili v osebju teh dveh ambasad tako modri ali pa mogoče osveščeni, da so rekli, gospa Harrison, povejte, kaj potrebujete, pa bomo to naredili. Ne? In seveda to niso bile prilagoditve, kot sem jih opisal za Helsinke. Ne? Tukaj imamo spremstvo, imamo, ne vem, lupe, računalnike, spremljevalce in tako naprej in tako naprej. Ne? Tako da ja, komunikacija z nekom in pa dati nekomu priložnost. Ne? Tako da, Štefan, hvala. prosim. Pa gremo kar naprej. Zveza, hvala Bogu, ni edina, ki si prizadeva za izboljšanje področja zaposlovanja in tega smo seveda zelo veseli. Z nami je danes tudi Nina Zavašnik, ki si svojo iniciativo prizadeva za boljše možnosti zaposlovanja za visoko izobražene slepe in slabovidne ljudi. Nina, pozdravljena. Dober dan. Pozdravljena. Nam lahko poveš kaj več o tvojih prizadevanjih na tem področju? Najprej to niso samo moja prizadevanja, pri tej iniciativi smo trije, profesor dr. Eugen Bavčar, kolega Željko Bajić, novinar in urednik zunanje politične redakcije Nacionalnega radia Bosne in Hercegovine in jaz. Mi smo vsi trije brez vida, se pravi, ne vidimo pravzaprav ničesar, tu je situacija drugačna kot pri osebah, ki imajo morda še nek manjši ostanek vida. Za iniciativo smo se odločili v jeku korone, kajti take situacije povzročijo, da najprej odletijo občutljive skupine, če imajo kakšno delo, oziroma da se še težje zaposlijo. Največ priložnosti je, kadar je gospodarstvo stabilno, kadar ni kakršnih koli takih rukarjev. In takrat se je recimo v Avstriji, kjer večino časa živim, začelo, da so v javni upravi podeljevali tako imenovani zlati ček. To pomeni, da so ljudi z kakršnimikoli oviranostmi predčasno na hitro spokali v penzijo z neko malce boljšo odpravnino, ker je bilo tako ceneje. In mi smo se potem odločili, glede na to, da je po izkušnjah mojih in pa kolega Bajića, ki je kot novinar iskal delo v 80-ih letih v državi, ki je ni več, najine izkušnje pa so kljub temu podobne, se pravi moje iz Avstrije, ki velja v Evropski uniji za paradnega konja, kar se tiče zaposlovanja slepih. Potem sva se odločila, če v 40 letih ni bilo kaj dosti narejenega na tem področju, bi bilo treba nekaj narediti, kajti toliko je še teh osnovnih problemov, s katerimi se ukvarjajo organizacije, ker se morajo ukvarjati, ne, ker prihajajo vedno novi, da je enostavno za področje, kot je zaposlovanje, kaj pa šele zaposlovanje za visoko izobražene, to je pa že luksus, zato pa enostavno zmanjka. Tudi zato, ker je skupina ljudi z končano univerzitetno izobrazbo potem še manjša. In kot je bilo danes že omenjeno, slepih, aktivnih za delovno dobo je malo, oblik invalidnosti je čedalje več in mi enostavno v tem bazenu invalidnosti potonemo, nas ni. Poleg tega je zgleda tudi neka napačna predstava, kaj pravzaprav pomeni okvara vida. Večkrat smo zasledili, da recimo med slabovidne ali pa še celo slepe uvrščajo ljudi, ki mogoče malo slabše vidijo, mogoče imajo, ne vem, nistagmus, mogoče še celo vozijo avto, ampak imajo že grozne težave z vidom, tako da tisti, ki ne vidimo ničesar, dejansko to je pa nepredstavljivo, ne, to smo pa samo še za v penzion. Tako da smo speljali vprašalnik, najprej v 6 državah, v Evropski uniji, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Slovenija, malo za primerjavo, pa potem še v Bosni in v Srbiji.
Na vprašalnik je odgovorilo kar nekaj, iskali smo pa samo slepe, ravno zaradi tega, ker smo mi sami trije slepi, ker to področje najbolje poznamo in zaradi tega, ker so, kot sem omenila, razlike slepi ali slabovidni drugačne. Smo pa seveda dopuščali možnost, da se nam tudi slabovidni priključijo, vendar da sami organizirajo skupino, ker kot sem omenila, mi to ne poznamo mogoče tako dobro. In potem vprašanji sta bili samo dve, vaše izkušnje z iskanjem zaposlitve in vaši predlogi za izboljšanje situacije. Dobili smo ogromno, veliko več mailov ljudi, ki so brezposelni, ki iščejo službo tudi že po 20 in več let. Maili so prihajali od Nemčije, Avstrije in tako naprej. Predvsem s to željo, da se nekaj naredi, nekateri so celo mislili tudi, da jim bomo mi službo našli, ker so bili precej obupani. Veliko več je bilo tega kot pa nekih konkretnih izkušenj, kar je potem tudi pokazatelj, kako malo je dejansko slepih in zaposlenih, kaj šele na mestih, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. Kajti večinoma gre za poslovanje, to smer samo, da ga nekam ruknemo, samo da bo nekaj, ali pa mogoče v invalidski organizaciji, ali pa recimo zdaj v Nemčiji, Avstriji se odpirajo neka moderna mesta znotraj, recimo bo delal nekaj za inkluzijo, pa nekaj za invalide in tako naprej. To ni inkluzija. In potem smo iskali EU poslanca, pripravili smo memorandum z 9 točkami in 2 leti in pol smo iskali EU poslanca, ki bi bil pripravljen to predstaviti pri Evropski komisiji. Po 2 letih in pol smo ga dobili. Začetek je bil zelo obetaven, na koncu se je spremenilo, da so bile priprave na evropske volitve veliko prej, pa smo morali pohiteti. In smo potem od vsega memoranduma, ki smo ga skrajšali na 5 točk, ker je bil menda predolg, uspeli le, da poslanec postavi 3 vprašanja Evropski komisiji, ki ima 3 tedne časa za odgovor. Pri vprašanjih so nas slekli in sezuli, se pravi, ves smisel naše iniciative je bil izgubljen. Vse se tako posploši, kako je pa kaj z zaposlovanjem slepih? Jaz sem nekako vztrajala, da mora biti izobrazba poudarjena, čeprav so me opozarjali, da če bomo izpostavili neko skupino v Evropski uniji, to zna povzročiti veliko težav, ker se postavi veliko vprašanj. Dobili smo, se pravi 15. oktobra 2023 smo postavili vprašanje, 2 slovenska evropska poslanca sta ga poslala, 4. decembra 2023 smo dobili odgovor od takratnega komisarja za proračun, Johannesa Hahna, da večinoma to, kako bi moralo biti, pač citati raznih zakonov, predpisov, statutov, saj mi to poznamo, se s tem ni nič narobe, ampak mi smo vprašali, zakaj v praksi to ne funkcionira. Ampak so nam rekli, da so invalidi znotraj Evropske unije, glede na zadnjo neko raziskavo iz leta 2021, zelo zadovoljni in da je vse v redu. No in potem so bile volitve in smo čakali. Letos, januarja, smo v raziskavo vključili še Finsko, kjer nam je pri raziskavi pomagala tudi Finska zveza slepih, tako da smo pridobili še nekaj odgovorov. In po volitvah, simbolično spet 15. in 16. oktobra, sem še enkrat posredovala iniciativo vsem evropskim poslancem na 718 naslovov. Nagradno vprašanje brez nagrade, a je bilo kaj odziva, kaj mislite, kakšna je nekako evropska klima? 3 so bili. 3, s tem, da enega sem nekako, to je bil od ene slovenske poslanke, sem nekako malo izsilila, namreč odgovori, ki smo jih dobili, so bili zelo simbolični, v smislu, bomo preučili, če se nam zdi koristno, bomo iniciativo posredovali naprej, očitno se ni zdela koristna. Pri tem slovenskem odgovoru je pa bilo pač hvala lepa, ker ste nas obvestili o vaši iniciativi, obveščajte nas še naprej. Tukaj sem malo porinila nogo med vrata in sem rekla, ja, v redu, ampak a bo kaj, a boste tukaj kaj premaknili, a se boste kaj angažirali, a bomo kaj lahko naredili? Nismo nič kaj. 3. decembra sem še enkrat obvestila o tem samo slovenske evropske poslance, pa nekako ni bilo nobenega odziva. Tako da zdaj zaenkrat čakamo, spet zbiramo pač še kakšno idejo. Tudi ko smo poskusili preko medijev, recimo Euronews, Politico, The Guardian in tako naprej, obveščati o položaju in iniciativi, nismo zanimivi.
in pa velikokrat so nas odslovili, da to je pa slovenska zadeva. Mogoče zato, ker so pač v ekipi dva Slovenca. Ne, to ni slovenska zadeva. Rezultati, ki smo jih mi dobili, ali je Nemčija ali je Srbija, se kar se tega tiče ne razlikujejo, ne vem kako, razen v tem, kako finančno je močna država, da lahko sfinancira recimo delovno mesto, ali pa se ji določene stvari zdijo že predrage, kot na primer Avstrija, ali pa Finska, kjer spodbujajo slepe k uporabi na primer bralnika zaslona NVDA, to spodbuja ministrstvo, zaradi tega, ker je ta bralnik brezplačen, Jaws je pa drag kot žafran. Tako da v principu situacije, s katerimi se pa potem slepi soočajo pri iskanju zaposlitve ali pa na samem delovnem mestu, recimo sindrom prazne delovne mize in podobno, so pa si kar med seboj podobne. Tako da profesor Bavčar je to iniciativo označil oziroma reakcijo Evropske unije. Evropska unija je slepe žive pokopala. Verjetno je res tako. Mogoče nisem ravno tako pozitivna, se opravičujem, kar se teh rezultatov tiče, ampak mi iščemo zdaj nov način, ker zdaj do naslednjih volitev je le preveč časa, da bi kar tako pustili ležati. Iščemo nov način, da bi pač ponovno opozorili na položaj. Nina, hvala za vse, za kar si prizadeva vaša iniciativa. In hvala tudi za to, da si izhajala iz sebe, iz svoje prvoosebne izkušnje in s tem si pravzaprav naredila tudi lep uvod v naše nadaljevanje današnje Zoom kavice. In sicer bomo v nadaljevanju lahko prisluhnili zgodbama dveh slepih Brigita, še lahko vprašanje, Nini? oseb, seveda. Hvala. Nina, zdravo. Izredno pohvalna ta iniciativa, ko ste Evgen, ti pa še vaš kolega, ne? Tako. Vendar jaz, ko sem sledil temu, mislim, da preko Facebooka in tako naprej, se mi je zdelo, ali ne bi bila večja teža, če bi šli preko EBU-ja, Evropske zveze slepih. Ker trije posamezniki, ne, do Evropskega parlamenta sigurno nima take teže, kot če gre organizirano preko invalidske organizacije, ki povezuje vse slepe v Evropi. Ja, smo poskušali. Zakaj Smo se poskušali. mi prav zanima? Smo poskušali in na koncu se je ugotovilo, mi smo tudi poskušali potem preko Evropske komisarke za enakost takrat in tako naprej, ampak enostavno so bile očitno druge zadeve. EBU, imam občutek, potem ko sem spremljala pač njihovo dogajanje, da se še vedno mora toliko ukvarjati s temi osnovnimi stvarmi, no in zdaj so električni avtomobili in tako naprej, da enostavno nismo uspeli. Smo se pa pogovarjali takrat, ko je bilo še prvič, ko so nas zavrnili, no, takrat decembra 2023, smo se pogovarjali s pisarno Matjaža Nemca, da bi lahko naredili dogodek, samo potem so bile pač volitve, pa menda ni bilo denarja in tako naprej, da bi prišli mi predstaviti to iniciativo v EU parlament in da bi na to povabili tudi EBU. Aha. Hvala. Res razmišljal sem o tem, ne. Super, hvala tudi za ta odgovor. Med nami pozdravljam Roberta Meriča in Sabino Dermota. Robert me je že vnaprej opozoril, da še ne ve, če bo imel zares možnost govoriti, tako da, Robert, si lahko z nami? Ja, bom. Bo šlo? Bo šlo. Super. Pozdravljeni vsi. Robert, pozdravljen. Tvoje delovne izkušnje so zelo pestre. Si eden redkih, ki si je upal stopiti tudi na samostojno podjetniško pot. To pa še ni vse, poleg tega si tudi zaposlen. Kako ti uspe vse svoje delovne obveznosti spraviti v 24 ur? Ja, takole, včasih obstaja malo izziva, ne. Jaz sem pač človek, ki mi je dolgčas, če nič kaj pametnega ne počnem, ne, in sem malo znajde, po domače rečeno, in sem malo delam ene stvari, malo druge, tako da, ja, moja poklicna pot je v bistvu kar dolga, no, dosti služb sem zamenjal, razgovore, iskal delo in tako dalje. Vmes sem imel že celoten espe, ampak seveda, da imaš celotno podjetje, torej da imaš espe, res seveda kot invalidi nimamo prispevkov in tako dalje, tako da pač podjetje seveda te, da rečemo, čisto osnovno ne pride nič, ampak
moraš pa nekaj narediti, a ne, da narediš nek profit, torej da nekaj zaslužiš, kar je pa seveda kar zelo težko, ne. Sploh prodeti na trg z informatiko, ki je recimo rečemo že nasičena sama po sebi, ne, je izjemno težko, ne, ali pa s kakšnimi drugimi zadevami, ne. In takrat, ko sem jaz začel s podjetjem, sem si zamislil najprej računalniško firmo, potem sem šel na neko, jaz sem tisto imel, koliko SP sem imel 1 leto, pa sem ugotovil, da okej, sam s tem mogoče ne bo šlo, ne. Pa sem potem iskal naprej službo, sem rekel, okej, imel sem najprej usposabljanje, sem naredil toliko, da sem pač lahko odprl SP pod temi pogoji, ne. To je recimo tudi ovira, ki jo nekateri imajo, ne, zdaj zadnje čase je te papirje zelo težko dobiti pol, da bi lahko šel v samostojno podjetništvo, ne. Včasih je to še dal, no, zdaj pa poslušam malo kolege, da to ne gre čisto tako, no. Da te more podjetje zaposliti, da pa lahko dejansko prideš do papirjev, seveda se tukaj ponovadi kar zataknejo stvari, ne. Mislim, to poznam, mislim, ne iz lastnih izkušenj, ampak se malo pogovarjamo, pa poznam ljudi, ki imajo težave s tem, ne. No, in potem jaz tudi nisem se pol zaposlil tam, kjer sem delal, ker pač ni bilo dovolj, ne. Zmenili smo se, da pač bom naredil usposabljanje, ne, pa sem pol šel na SP in kasneje je ratala trgovina za slepe slabovidne s tega, s pripomočki, ker sem že mnogo let nazaj ugotovil, da so težave z informacijami, kje dobiti pripomočke, kje jih dobavljati, kdo jih sploh dobavlja, torej dobiti razne informacije, in je bilo pač to precej samoiniciativno, da sem se zadeve lotil in da še danes stvar funkcionira, je pa tako, da od trgovine nekako bi bilo fajn, če bi bili to dobički taki, da bi lahko samo to delal, ampak seveda je to samo za dodaten biznis, ker nas je bistveno premalo, ki bi te stvari rabili, ali so pa cene take, da si pač ljudje tega ne morejo privoščiti. Je seveda s temi zakoni, ki jih trenutno imamo, seveda precej enostavno, ne. Mislim, mogoče bistveno lažje, kot je bilo včasih, vseeno pa še vedno ogromno ljudi potrebuje te zadeve. Ja, zdaj usklajevati vse skupaj, jaz sem rekel, da informatiko vse ne bi pustil, ker lahko rečem, da sem v tem področju precej dober in malo škoda, da bi pač to zavrgel, pa sem na osnovi tega potem iskal neke vrste pogodbeno zaposlitev, tako da delam pri enemu partnerju, toliko da dobiš na osnovi tega stranke. Je pa morda za samo menjavo zaposlitev, ker kot sem rekel, sem služb že zamenjal veliko, ne, zdaj kako sploh priti do ta prave, ja, to moraš imeti, lahko rečem, kar neko srečo, da prideš do delodajalca, ki ga morda ni strah probati nekaj novega, ne, torej dati človeku priložnost, da pač le naj pokaže, če kaj zna, ne, zdaj do tega priti, da te sploh da ti dajo možnost, da se izkažeš, je to težko, je seveda zelo odvisno od delodajalca, ne, in tako sem tudi pač tisto vmesno službo dobil, ko sem se zaposlil na Sibitu, tukaj pač nisem imel nobenih vez, nič od nič, ne, in je bil delodajalec toliko, pač manjša firma tudi, ne, so rekli, okej, dajmo probati, ne. In pol smo pač probali in mogoče bi bil še zmeraj tam zaposlen, vendar se je pač ta firma prodala drugi. In tako dalje, ne, in zadeva je šla potem v večjo firmo in pol sem se prestavil še na Brezovico, kar je bilo zame kar daleč, ne. Mislim, dejansko pač preveč časa sem izgubil na vožnji, ne, in zato sem pač z njimi prekinil sodelovanje, ne, drugače bi seveda zadeva še zmeraj obstajala, pa seveda večje firme, večje zahteve, ne, in potem se zgodi dejansko to, da pač več kot čez sebe ne moreš, ne, tako da mogoče bi svetoval, da ne glih čisto vse pokazati, kar lahko, mislim, kar znamo, ne, torej kar lahko privoščimo si, toliko, da delamo, ne, ker več kot toliko ne moremo, ne, in se potem zgodi zadeva, da
ne moreš iz tistega, kar pač seveda delodajalci so tako narejeni, da bi od nas čim več, saj pač po večini je tako, ne, in pol prideš do slepe ulice, da ne moreš več delati, kot lahko delaš, ne. In pol se pač prestaviš, ne, na kaj drugega oziroma, ali pa pač, jaz sem se prestavljal predvsem zaradi tega, ker mi niso dali možnosti nekega napredovanja, ne. Postavil sem se, na slepo ulico sem prišel, ne. Potem je bilo pa za zamenjati. Zdaj usklajevanje vsega, ja, mogoče bi vseeno malo manj delal, ampak takole trenutno mi ustreza vse peljati. Je pa kar zahtevno, ne bom rekel, da ni, ne, in dobavljati pripomočke in se ukvarjati z reklamacijami, z ljudmi, predvsem seveda ukvarjanje z ljudmi je, bom rekel, največ, to druga, kar pa največ časa vzame, so pa papirji, ne. Smo brez papirna, kao gremo proti digitalnemu poslovanju, ampak papirjev in ostalega je še zmeraj čisto preveč, ne. Torej, to je ogromno tega. Robert, jaz imam še eno vprašanje zate. Ja, izvoli. Ti si zmogel v resnici kar veliko poguma, da si menjaval službe, rekel si, da pogosto zato, ker nisi imel omogočenega napredovanja. A misliš, da smo slepi in slabovidni dovolj drzni na tem področju? Ja, to je kar zelo težko, no. Zamenjati službo je kar izziv, no. Mislim, sploh, ko iščeš nekaj drugega, dobro, če imaš nekje že dogovorjen, ne, saj pač ne zamenjaš, je to, kar druge nimaš, ne, to seveda ne početi, ne. Ampak, ja, seveda je zadeva kar drzna, no. Pa treba kar nekaj poguma, ne, razen če seveda v ozadju imaš kaj, kar, s čimer lahko vseeno služiš, ne, pa kakorkoli, da je kakšna dejavnost, ki imaš lahko nekaj za oporo, drugače pa je kar, predstavlja kar izziv, no. Sploh leta nazaj, ko sem iskal, vem, ko sem dal ne vem koliko razgovorov čez in tako dalje in pol ugotoviš, da ja, okej, stvar bi mogoče lahko delal, ampak se je pri delodajalcih zataknilo, ker niso upali ali pa, mislim, večinoma se niso upali sploh me sprobati v informatiki, da bi videli pač, koliko se da, oziroma bolj je bil strah, ker niso vedeli, kako bi sploh, ne. Pa Robert, takrat, to je bilo več kot 10 let nazaj, tudi niso vedeli ne za prilagoditve, ne za karkoli, no, kar sem zmeraj v bistvu jaz predstavljal, kaj podjetje pridobi z zaposlitvijo pač nas kot slepih oziroma slabovidnih. zelo veliko ene samoiniciativnosti, a ne, kar je bilo tudi že omenjeno. Ja, Robert, precej. kako se pa ti lotevaš oddaje življenjepisa, tistega prvega stika papirnatega z delodajalcem? A že na samem začetku poveš za svojo izgubo vida ali s tem morda raje malo počakaš? Sem počel eno in drugo. Včasih sem napisal, ampak če napišeš, se včasih zadeva zdi tako, da gre kar v koš, ne, ali te pa sploh ne pokličejo, tako da zadnje stvari, kar sem jaz počel, je bilo tako, da nisem napisal, da sem slep oziroma slaboviden, karkoli, pa sem pač raje tam to povedal, da je malo drugače predstaviš, če že napišeš, se mi zdi, da je to zelo tako, no. Že takoj ne vejo, kaj bi s tem, no. Tako da mislim, da je boljše, da ne napišeš. Saj itak pride, pol mogoče imaš vsaj možnost priti do razgovora. Ne, pa pač se vsaj treniraš v tipu razgovora oziroma v čemerkoli, ne. Tukaj lahko jaz nekaj omenim? Seveda. Govorimo o tem. Mi smo v okviru naše skupine tudi pripravili anketo za delodajalce, ki je bila poslana hkrati s tem vabilom na včerajšnji dogodek in smo dobili 29 odgovorov. Se pravi, jaz, glede na to, kako je bila anketa zastavljena, jaz verjamem, da so izpolnjevali res tisti, katerim je bila namenjena, se pravi tisti, ki v podjetjih, organizacijah sodelujejo ravno pri teh postopkih izbire kandidatov. V glavnem, tudi nas je to vprašanje zanimalo. Brigita, ti nisi niti vedela o tem, ne, da je to bilo eno izmed naših vprašanj v anketi. Sicer smo zastavili vprašanje, ali bi želeli, da slepi in slabovidni kandidati že ob prijavi na delovno mesto izpostavijo svojo invalidnost
in tukaj smo dobili 90%, se pravi od 29 sodelujočih, 90% jih je odgovorilo za da. Ne bom nič zdaj pač sodila o tem, ali je to ok ali ni, jaz samo pač navajam ta podatek. Mene je kar po eni strani presenetil, jaz sem mislila, da to jim ni toliko pomembno, ampak ja, to so bili odgovori. Ja, sej, Super. težko reči v praksi, kaj je dejansko boljše, ne. Mislim, to je zelo zanimivo, no, zelo veliko, ampak ne vem, z lastnih izkušenj je bilo tako, da pol dejansko še do razgovora nisi prišel, no. Mislim, Lahko še jaz dodam svojo izkušnjo s temi življenjepisi. Zelo A, pozitivno. Ker nek nizozemski slepi coach, kakorkoli trener, svetuje, da sploh slepi ne pišemo ne motivacijska pisma, ne kamorkoli, da ne vidimo. Ker verjetno je potem malo lažja selekcija, ne, tako kot je že Robert omenil. To je dejstvo, da se to dogaja. Meni je konkretno profesor na univerzi rekel, Nina, če boš to pisala, veš, potem gre vsi, ki napišete notri, da imate kakršnekoli oviranosti, invalidnosti, greste potem pri teh delih, ki so redna, se pravi, kakšna raziskovalna in to greste na stran. Tako da jaz to malo zamaskiram in sicer v življenjepisu pod računalniška znanja navedem, kaj vse znam, potem pa napišem, uporabljam tudi Braillev vrstico in bralnik zaslona JAWS in NVDA. Večinoma ne vejo, saj kaj to je, a ne, ali kakorkoli, v glavnem, meni je to zaenkrat pomagalo, sploh v času korone, ko se je delalo online, pa sem kar dobila tečaje. Potem smo se pa spet videvali, pa sem prišla v šolo, pa so rekli, a to ste pa vi? Sem rekla, ja, to sem jaz. A pa vi imate te tečaje? Sem rekla, seveda. A ne, je bilo pa malo prepozno za reči ne, ker je bilo že kakšno leto pa pol izkušenj, pa dobro evalvacijo sem imela. Tako da majčkeno zamaskirati, ali pa recimo tam, kjer na koncu oglasa piše, da so dobrodošli tudi ljudje z oviranostmi, to zdaj recimo tudi radi pišejo. Tam pa napišem potem v motivacijskem pismu, da se sicer zelo da jaz rada poudarjam svoje kvalifikacije in svoja znanja, ker pa smo bili v oglasu pozvani, da se identificiramo tudi glede invalidnosti, potem zapisujem tudi to. Odlično, Nina, hvala. Robert, hvala tudi tebi za to iskreno delitev svoje izkušnje. Z nami pa je danes tudi Sabina Drmota. Sabina, pozdravljena. Lepo pozdravljeni vsi. Pred kratkim si zaključila svojo poklicno pot. Je bilo v času, ko si ti iskala zaposlitev, le to težko najti? Jaz bi se najprej zahvalila vsem predhodnim govornikom oziroma povabljencem. Se mi zdi, da tale Zoom je tudi meni zelo dragocen, zato ker sem veliko novih stvari slišala in predvsem izkušnje in želje in trud v smer zaposlovanja slepih in seveda slabovidnih. Takrat, ko sem se jaz zaposlovala, jaz sem imela odprti dve fronti. V bistvu sem na fakulteti nekako videla, da to bo šlo malo predaleč, da bo predolg časa trajalo in sem imela vmes še druge cilje. Zato sem naredila tečaj za telefoniste in tečaj za maserje, medtem ko sem pozirala na fakulteti. In v tem času, ko sem ta dva tečaja naredila, sem uspela prek študentskega servisa delati kot telefonist. Vmes sem pa oddajala prošnje tudi kot maser. Na razpise sem se javljala take in drugačne, pač te dvoje, a ne. In pri prošnjah za masaže sem napisala, da ne vidim, kar je bila strateška napaka, ker takoj sem bila izločena iz prometa, tako kot sta že Igor in Robert in Nina lepo povedala. Pri tečaju za telefoniste se je pa itak vedelo, da več ali manj prošnje oddajamo takrat še slepi in slabovidni. Ampak mislim, da sem dve napisala, pa nisem bila izbrana.
Se je pa zgodilo, da je tam, kjer sem delala praktični del tega tečaja za telefoniste, šel gospod, to je odhajal v pokoj. Njega sem tudi prek študentskega servisa nadomeščala in potem mi je ponudil, je rekel, le, če želiš, rečem vodstvu, če bi se zaposlila, a ne, rečem vodstvu, da pač odhajam in da si pripravljena delati tukaj. In takrat, seveda, pač se mi je zdelo to pametno izkoristiti, ker sem videla, če je bilo to, kot je že Robi lepo rekel, a ne, to dosti blizu mojega doma, da nisem rabila cel projekt glede prevoza, a ne. Že tako je naporno, saj vemo vsi, a ne, kako je do nekega delovnega mesta priti, včasih bolj naporno kot služba. Sem potem rekla ja in potem se je pač začel proces zaposlovanja. Sabina, kakšni so bili tvoji začetki? Kako je bilo vključevati se v kolektiv? Tukaj ti je bilo malo lažje, glede na to, da si bila na nek način že prej del tega kolektiva preko študentskega dela, pa vendarle. Ja, glede na to, da sem jaz zelo komunikativen človek in da zelo rada, mislim, potrebujem družbo, potrebujem tudi socialno mrežo, mislim, veliko mi pomeni, sem te stike dosti hitro navezala. Starejši kolegi so imeli stike že s tem kolegom, ki je tukaj delal pred mano, a ne, mlajši pa predvsem dekleta, a ne, ker meni je bilo pač, smo imele pač skupne interese, a ne, sem na ta način potem tudi navezovala stike in ja, pač meni osebno je to zelo, zelo veliko pomenilo, mogoče ne bom rekla več kot služba, ampak več pa zagotovo kot neko napredovanje oziroma neke finančne ugodnosti, ki bi jih mogoče imela kje drugje ali pa na kak drug način. Meni je ta osebni stik z drugimi zelo, zelo veliko pomenil in mi še vedno, ker še vedno se zelo veliko družim s kolegicami, s kolegi iz službe, hodimo skupaj v hribe, se družimo na drugih področjih in ni samo ona gola zaposlitev tista, ki jo imamo od svoje zaposlitve. V končni fazi na delovnem mestu res 8 ur preživimo, to je tretjina dneva in je hudo, če si samo v službi, no, vsaj zame je bilo tako, no. Sabina, ti je bilo kdaj težko Ja, zagotovo. Misliš na delovnem mestu? na delovnem mestu? Ja, sigurno, a ne. Tekom dela, a ne, moramo vedeti, da poklic, ki se ga ti naučiš, kjerkoli pač to je, v 10 letih se popolnoma spremeni. Sam način dela, delo, a ne, če ne osvežuješ svojega znanja, stvar, pač si kar naenkrat out, a ne. In ja, mi je bilo kdaj težko, ampak sem imela pa res velik posluh pri delodajalcu in pri kolegih, tako da sem te težave pač malo na lažen način prebrodila. Super. Kaj pa misliš, da so tisti ključni dejavniki, ki se morajo sestaviti za uspešno vključitev slepe ali pa slabovidne osebe na trg dela? Slišali smo, velikokrat imamo zelo visoko izobrazbo, visoko motivacijo, veliko vlagamo v to, pa se prevečkrat še vedno ne izide. Ja, jaz mislim, da to izobraževanje delodajalcev je ena prava pot, zagotovo. Na koncu nikoli ne veš, kdaj koga kaj doleti, vsakmu se to lahko zgodi, da pač izgubi vid. In ljudje imajo različne izkušnje, jaz mislim, da tudi kdaj se kar bojijo, da se ne bi kaj nalezali. Mislim, to je tako karikirano, ampak zelo se izogibajo, da ja, ne bi imeli stika, po drugi strani pa tudi mi sami, okej, bom rekla, moramo biti nekak zgled tudi za druge, a ne, če se jaz
v eni sredini, ne vem, identificiram tako, da sem, ne vem, nepristopna, da pač nimam pravega odnosa do ljudi, potem ti ljudje, ki so z mano, gotovo dobijo nek vzorec, a ne, kaki slepi smo, a ne, ker nas ne poznajo veliko in se mi zdi prav, da pa mogoče tudi pozabimo, da nas ljudje vidijo, a ne, mi njih sicer ne, oni pa nas vidijo in nas opazujejo, bom rekla zdaj, kako smo oblečeni, kako se obnašamo, kako smo, pač naš izgled in vse to opazujejo in mi mogoče to premalokrat upoštevamo, ne. Žal je to tudi tista podoba, ki jo v nas imajo, a ne. Seveda, poleg izobrazbe, izražanja, komunikacije, take verbalne in neverbalne, a ne, vse te reči so zelo pomembne. Če pa želi govorim, se opravičujem, bi pa mogoče tudi rekla, da med slepimi je dostikrat izražene premalo volje, da bi se zaposlila, ne. Zdaj se mi zdi, da je zelo velik trend, da bi se ljudje upokojili in to že zelo mladi, a ne. Jaz mislim, da bi bilo super, ko ljudje končajo neko šolo, fakulteto, da bi se čim prej znašli v neki delovni sredini, pa mogoče na začetku tudi prostovoljno, zato da bi ljudje spoznali nas na splošno, in posameznika in skupino, a ne. Pa potem bi se mogoče lažje pokazali tudi kakšna možnost za zaposlitev. Sabina, hvala za tvojo dragoceno izkušnjo, ki si jo delila z nami in tudi za tvoj pogled na stvari. Na tem mestu bi dala priložnost še udeležencem. A bi še kdo želel z nami deliti svojo izkušnjo? A lahko jaz, Irena, tukaj? Seveda. Jaz bi 2 stvari povedala, izpostavila, ki jih danes nismo omenili. Ena je ta, da se naša skupina, jaz sem namreč tudi članica skupine za iskalce iz področja zaposlovanja. Ena je ta, da si prizadevamo, oziroma naša naslednja stopnja bo pa ta, da prilagodimo tudi naredimo tudi spletno stran Zveze slepih. In sicer v okviru tega bomo delali mi 2 zavihka. Eden je informacije za delodajalce, drugi je pa informacije za iskalce zaposlitve, ker imamo cel kup deležnikov, na SPIZ-u je treba dobiti priznano status invalida. URI Soča izvaja zaposlitveno rehabilitacijo. Skratka, cel kup teh stvari in je zelo fajn, da smo slepi in slabovidni tudi obveščeni, ker jaz ne želim, da bi kdo še isto napako naredil, da ne bo dosti dobro obveščen in potem predčasno zaposlitveno rehabilitacijo zaključil ali pa take stvari. Tako da to je ena stvar, ki sem jo hotela povedati. Druga stvar je pa ta, da poznam par primerov slepih in slabovidnih, ki so imeli delodajalca, so imeli zagotovljeno službo, vendar je medicina dela, ki je tudi organizacija sama zase v tej državi, tisti, ki je bil tam, je rekel, ne, veste kaj, vi pa to ne morete delati. In je enostavno slepega odlomil od njegove iskanja priložnosti in je, se pravi, kar nekaj teh ljudi, ki so na ta način bili izviseli. In ko doživiš tako negativno izkušnjo, jaz je na srečo zaenkrat še nisem, lahko jo pa tudi bom, je potem to tudi zelo boleče in moraš zbrati 2-krat več poguma, da se lotiš ponovno naprej iskati. Hvala. Irena, hvala ti. Lahko jaz še nekaj tudi dodam. Irena, hvala, da si to izpostavila. Moram pa povedati, da smo pa tudi v okviru tudi v bistvu ne mogoče čist direkt, ampak nekako vedno več govora je ravno zaradi te naše skupine bilo ravno v zvezi s tem, kar je Irena izpostavila, z medicino dela, in smo pa tudi dosegli en premik, in sicer smo vstopili v kontakt nisem bila jaz, mogoče bi kolegica Polona malo več znala povedati, mislim, da je to predstojnica tega Centra za medicino dela, in so dobili tudi zavodi za zaposlovanje neko obvestilo, da kaj naj v takšnem primeru, se pravi, da se delodajalec že odloči za zaposlitev slepega in slabovidnega, vendar pač v okviru te
sistemizacije delovnega mesta ni predvideno mogoče toliko za slepega ali slabovidnega, ali pa na medicini dela ne razumejo, da bi lahko bilo, da potem tudi že delodajalci sami v napotnici to povedo, se pravi, da vejo, da bojo zaposlili slepega in slabovidnega, da so na to pripravljeni in da so tudi potem pripravljeni pripomočke, mogoče delo, če je potrebno prilagoditi, in potem bi naj na centrih za medicino dela to tudi upoštevali. Tako da meni se zdi to en kar pomemben korak, no, ki ga je zveza dosegla zdaj. To je bilo v zadnjih 2 mesecih. Niti ne bi vedela, da smo ta korak dosegli, če ne bi zadnjič ravno na teh delavnicah za iskalce zaposlitve ta gospa iz zavoda, rehabilitacijska svetovalka, nam to povedala. Odlično, dobra povratna informacija in spet en razlog za optimizem. Ob koncu pa se vračamo na začetek. Morda se sliši čudno, ampak je res tako. Temelj za to, da bo nekdo nekoč res zmogel, včasih tudi kruto tekmo na trgu dela, se začnejo postavljati na začetku, v družini. Med nami pozdravljam Natašo Hreščak, mamo čudovite mlade ženske, ki si pogumno utira pot na trg dela. Nataša, pozdravljeni. Živjo. Živjo. V kaj so bila usmerjena vaša prizadevanja pri vzgoji slepega otroka? V kaj? Če grem čisto od samega začetka, že takoj, ko sem izvedela za Zalino omejitve vida, sem si nekje sama sebi rekla, da bomo pač kot družina z njo delali tako, kakor da ni nič. To so bile malo take želje pobožne, bom rekla, ne, ampak vseeno smo poskušali tudi na tak način, in če čisto od začetka povem, se mi zdi, da smo dobivali en kup enih informacij, kaj naj delamo, kako naj delamo, ker se veste, najlažje je vzgajati sosedovega otroka, ne. Tako da ti vsak nekaj proba, ampak jaz sem to vzela vse kot en dobrobit in potem sem iz tistega izluščila tisto, kar je za Zalo bilo najboljše. Med drugim je bil tudi en tak nasvet, da pa moramo vse doma prilagoditi, pa da moramo mizo kupiti okroglo, da Zala ne bo vanjo priletela in take stvari, no, saj verjetno so se vsi srečevali s podobnimi izkušnjami. Težave so se začele že, ko smo jo poskušali vključiti v vrtec, in nam je ravnateljica vrtca predlagala, da bi jo dali v vrtec za razvojni oddelek. Srečo sem imela, zdaj ne vem, če je to prav, da govorim od samega začetka, če vas zanimajo. Mislim, da je zelo pomembno, zato ker bo posnetek te Zoom-kavice na YouTubeu in bodo do njega lahko dostopali tudi ostali starši. No, tako da ravnateljica je predlagala razvojni oddelek, midva z možem se s tem nisva strinjala, zaradi tega, ker živimo v majhnem kraju, poznamo se vsi med sabo in že takrat nisem želela izločiti, da bi šla nekam drugam, ker v razvojni oddelek bi mogla iti v drug kraj. Potem je bilo tudi sreča, ne, sem bila tudi sama v tem poklicu, da sem poznala in vzgojiteljico, ki je bila pripravljena sprejeti jo v svojo skupino. Potem isto se je zgodilo v osnovni šoli, ko je šla Zala, ko smo najprej mislili, da bo šla v zavod, potem je šla v redno šolo, ki je bila tam 100 metrov od naše hiše proč, tudi dostikrat kar sama tekla v šolo, in čeprav ona ima 0,5% vida, ne, ga pa zelo dobro uporablja. Celo osnovno šolo smo se soočali z različnimi težavami in jih sproti reševali, potem srednja šola je bila že lažje, nismo skoraj da niti vedeli, da je sama s temi prilagoditvami prebrodila ta 4 leta, ravno tako faks. Stalno smo ji stali ob strani, stalno sem imela telefon pri sebi, kaj če pokliče, kaj če se karkoli zgodi, ne, in potem sem rekla, kaj, ko bo pa šole konec, bo pa to verjetno šlo lažje naprej. In mislim, da so se takrat težave komaj začele z iskanjem poklica, ne, enega primernega poklica, najprej za izobrazbo, ki jo je naredila, ona je končala ta smer anglistika in amerikanistika,
Moram reči, da sama poznam ogromno ljudi, ogromno se vključujem, ampak to je bilo pa najtežje, da bi tudi jaz je probala nekje približati. Saj tudi ona se je sama izpostavljala vedno, pa bila nekje zmeraj tako, mogoče bo nekdo rekel, ja, bila v centru pozornosti zmeraj nekje, ampak jaz mislim, da je prav tu pomembno tudi, da je mogoče včasih malo več, zaradi tega, da ljudje spoznajo, da vejo, česa so slepi pa slabovidni sposobni narediti. Jaz mislim, da veliko več, tu imamo vsi verjetno vi take izkušnje, zato sem zelo vesela, da se me danes Brigita tudi povabila zraven, da sem bolj slišala, kaj se tudi dogaja med drugimi in tako da ne vem zdaj, na kakšen način naj predstavim moje videnje zaposlovanja, tako da bi prosila, če mi malo pomagaš. Nataša, odlično ti gre. Imam pa vprašanje zate, ki ti bo morda v pomoč. Ja, prosim. Je bilo težko izpuščati Zalo kot otroka v času odraščanja? In Ne. zadnje izpuščanje zdaj, a ne, ko je v resnici sama v šoli z učenci? Ja, ne, ni bilo težko, zato ker mi imamo še sina, ki je starejši in smo se mogoče potem učili od njega, kako on odleta in gre proč od nas, oziroma kako je bolj samostojen in tako je potem tudi ona bila. Tako da mogoče tudi sami karakter je taka, da je rada v družbi ljudi, da rada gre pohajati, da ni preveč doma, ne, in tako da je bilo pol mogoče to, ker je bila ostala brez, v šolo ni več hodila, brez zaposlitve je bila, pa vseeno je našla nekje neko zaposlitev, ne, oziroma družbo in povabila ljudi domov, ne, verjetno 10-krat je ona mogla nekoga povabiti, da je potem ta 11-tič nekdo njo tudi povabil, pa potem je tu se začelo naprej vpletati, ne. No, kar se pa tiče same zaposlitve, jaz ne znam povedati, koliko prošenj je ona poslala in kam vse je pošiljala, ker to bi mogla biti ona zraven. Da je bil pa potem splet okoliščin tak, da ker ona tudi rada prepeva, pa si tudi nekaj učila tega glasbenega usposabljanja, solo petja, in da je dobila službo v osnovni šoli, sicer je manjša osnovna šola, ampak to je bilo zanjo kar v redu, in da je učila glasbo. To je bilo, glasbo je učila enkrat na teden, mislim, zaposlena je bila za tistih 8 ur, na kar je dobila ponudbo iz društva v Kopru, da bi se je zaposlila na osebni asistenci za 8 ur nadomeščanje porodniške. No, takrat je dobila tudi asistenco, ker mislim, da do zdaj ni bila omenjena ta asistenca kaj preveč, ampak mislim, da je tudi ključen dejavnik pri zaposlovanju tudi. No, potem je pa se prijavila spet v Košano, ker je bilo pa za 8 ur, zaposlitev za učenje angleščine, in to od 4. do 9. razreda, ker je bil kar velik zalogaj, mislim, je še vedno, no. In je bilo pa tako, da najprej nič, potem pa, ko se je prijavila, je poslala prošnjo za delo na dve različne organizacije, in sicer Osnovna šola Košana in neka višja šola v Sežani, ne vem točno kje, v glavnem dobila je na obeh krajih, ne, ponudbo sprejeto, da je sprejeta, potem je vzela v Košani, ker je bilo za 8 ur, in na tej višji šoli, ker verjetno bi bilo lažje, če bi bila zaposlena na tej šoli, njej osebno je dobila pa samo za 5 ur, tako da odločila se je pol za Košano in še zdaj tam dela, in je moram reči, da je zelo zadovoljna, in tudi učenci imajo en tak, ne vem, ko bi rekla, en tak rešpekt pred njo in jo upoštevajo, ji pomagajo, ji znajo pomagati. Moram reči, da Košana je vas, ki je malo večji kraj, no, ki so bolj periferija. Verjetno tudi tu je ena, ne bom, prednost, bom rekla, ne, za eno invalidno osebo, kakršnokoli, ne, da je tu samo slepota, lahko tudi kaj drugega, no. In jo sprašujejo 1000 stvari, včasih je verjetno težko, že meni je težko poslušati, ko mi pove, ne, kaj jo vse vprašajo, ampak
mislim, da je to en zelo dober dejavnik za naprej za te otroke. Ne, tudi, da bi jo lažje sprejemali invalidnost tako ali drugačno. So jo probali tudi okoli prinesti, ne, ker je bila sama v razredu in zdaj verjetno tudi mogla ona povedati, ne jaz, ampak tako včasih se pogovarjamo, pa mi pove kakšne take zabavne zgodbice, ker sem že prej omenila to asistenco, ona v razredu ne mara asistenta, ker pravi, da lažje vzpostavi eno avtoriteto sama, kot pa če je še nekdo z njo noter. In se mi zdel tisti filmček od gospe Nastje prej prav tak, ne, učiteljica pride v razred, sem kar videla Zalo noter. No, da so uporabljali telefone, ker jih ne smejo med njeno uro, ampak vedno se najde nekje nekdo, ne, ko tudi malo zatožite otroke, pa pol je izvedla, ne, točno kateri so bili tisti, ki so uporabljali telefon in jim je rekla, da zdaj pa morajo se priti opravičiti pa povedati, zakaj so oni to delali, ne, reka 24 ur časa imate. In ko so se postavili že takoj po tisti uri pred razredom in eden po eden hodil noter se opravičevati, zakaj so to naredili, in na koncu je prišel en deček in je rekel, zdaj bom kar po domače povedala, tako kot je on iz teh krajev, pa je rekel, učiteljica, ma lepo vas prosim, povejte, če sem tudi jaz na tem seznamiku, jaz se tako sekiram, da še 2 meseca ne bom spal, če ne boste povedala, če sem jaz ali ne. Tako da tako malček ena taka anekdota, ko bi jih lahko še veliko napisali. No, ampak malo šalo na stran, zdaj, ko je Zala iskala službe, take ali drugačne, vedno, redko kdaj kdo rekel, da ne, da njo kot slepo osebo ne morejo zaposliti, ampak so ji dali še nekaj, ne, pa daj naredi še ta tečaj, ali pa še tu izobraževanje, pa te bomo sprejeli, ali pa še to dokvalifikacijo naredi, pa te bomo sprejeli, ne. Tako da tu so bolj take lari-fari izgovori za to, da ne sprejmejo tudi tako ljudi s tako, pa čeprav so verjetno velikokrat večina dosti bolj sposobni kot pa in zavzeti za delo, tako bom rekla, no. Vsaj, kar se mojih teh tiče, no, vem, poznam par ljudi, ki in tudi, ne vem, najlažje je reči, ja, pa pojdi v penzijo, ne. Saj boš dobil, saj boš nekaj dobil od države. Ne pa izkoristiti tiste možnosti, ki jih imajo tudi invalidi, ker bi jih imeli zelo dobro izkoriščene. Ne vem, Brigita, pomagaj mi še s kakšnim vprašanjem oziroma kdorkoli drug. A lahko jaz, če dovolite, Nataša, pozdravljena. Nina, živjo. Zelo lepo, hvala, ker si izpostavila vse te zadeve, se pravi, še kakšen tečaj narediti, ne, samo nekaj manjka, tu mislim, da vsi poznamo, ki res poučujemo odrasle, ki smo kadarkoli iskali recimo službo, ne, na kakšnem takem bolj zahtevnem mestu. Omenila si pa osnovno šolo Košana in periferijo. Res je, da tam, kjer nobeden noče, imamo mi več možnosti, a ne, to se je tudi pri meni pokazalo, ali pa recimo, da delaš zvečer, ko nobeden noče, ampak kaj pa na delovno mesto je tu treba priti. Kako je pa z mobilnostjo, ker včasih je ravno to problem pri nas, če delovno mesto ni dostopno recimo z javnim prevozom ali pa ni nekje v bližini. A vozi nek avtobus, kako Zala prihaja na delo, odhaja na delo? Ja, tu je tudi ena izmed težav, bi lahko rekla, čeprav pri nas se tu ni tudi tako dobro, se ni tudi tako izpostavilo, ker Zala ima osebnega asistenta, sicer zjutraj gre v službo z sodelavko, ki je tam tudi pomočnica ravnatelja in jo pobere, je doma iz Senožeč, jo pobere in gresta v službo. In potem pride ta njen asistent po njo, oziroma kadar ima kakšne teste zapisati, si veste, ne, kako smo bili v šoli, saj jaz sem bila taka, da če se je le dalo kaj prepisati, sem prepisala, rajši, ko sem se kaj naučila, pa vseeno sem prišla do faksa in še čez. In tako da ji pol pomaga pri tem ta asistent. Jo pripelje tudi domov oziroma na kakšne druge take kraje, kamor sama ne more.
pa da nisem tudi jaz tisti osebni asistent stalno zraven. Saj ja, velikokrat ja, ampak rajši vidim, da kdorkoli drug, pa tudi, da se tudi sama tu dogovarja, no. Kadar pa vse odpove, takrat je pa mama taksi na vrsti, ne, ali pa ata. Če lahko še to vprašam za nadzorovanje, če sem prav razumela, takrat je asistent, ko pišejo testi, je on prisoten v učilnici. Ja, kakšno spraševanje, teste, oziroma je tudi v svojimi programi ima tudi, mislim, da varstvo vozačev, ali pa podaljšano bivanje, potem dodatno strokovno pomoč. No, dodatno strokovno pomoč ima sama, kakšno varstvo vozačev, pa to ima tudi dostikrat sama, včasih pa tudi, če si planira kakšne take bolj sprehode ali pa kaj tako, da grejo ven, pol pa je tudi ta asistent prisoten. Tu se pa sproti dogovarjajo pol. Super, hvala. Prosim. Ja, pa bi rekla, mogoče je bila tudi ta sreča, ne, zdaj pri iskanju zaposlitve pri njej, ker zdaj kar drastično zapuščajo učitelji šole, ne, in se težko dobi učitelje, ampak za ene sreča, za druge nesreča. Bog pomagaj, pravi, jaz zdaj tukaj, ona je to dobila, čeprav za določen čas, ampak nič hudega. Jaz sem nekaj tako, ena črtica v življenjepisu, ko boš naprej pošiljala prošnje, je pa le, ne, da je bila tako tukaj zaposlena. Kar pomembna črtica. Zelo. In za nas kot družino tudi tako se nam zdi, da je čisto drugače zaživela, ker je pač si zasluži tisto plačo, no, ki jo dobi, čeprav učiteljska plača, vemo, kakšna je, ampak glejte, nekaj, nič ni pa nič, ne. Tako. Nataša, a menite, da je vzgojno-izobraževalni sistem dovolj usmerjen v krepitev samostojnosti in kompetenc slepih in slabovidnih otrok? Kako misliš, Brigita, v samem... Imeli ste priložnost iti skupaj z Zalo, skozi vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo in vsi vemo, da je zelo veliko poudarka na dobrih ocenah, veliko energije in truda je usmerjeno v to. Po drugi strani pa vemo, da na koncu, ko iščemo zaposlitev, potrebujemo mnogo več kot samo diplomo. Ja, res je. Ne vem, jaz lahko rečem, da sem imela celo osnovno šolo, mislim, tudi jaz, ja, srečo, ker je pač bila, Zala ni rabila, v primerjavi s sinom, njega smo mogli stalno brcati, dej, ne, dej, pa je bilo dvojka, pa je bil cvek, pa je bila petka, pa tako, malo lenobe pri njemu. Zala je bila kar tako, taka zagnana, no, in k sreči je imela eno učiteljico skozi celo osnovno šolo, ki je se tudi takoj v prvem razredu naučila brajeve pisave in ker Zala je delala stalno po brajici in z Džosom, no, govorcem, znala je tudi slepo tipkanje na računalnik že v prvem razredu, ker smo jo vozili v srednjo šolo, da se je tam tega naučila. In ne vem, že ko smo jo peljali enkrat v bolnico, te vpraša zdravnik, je rekel zdravnik, ja, bo mogla tukaj prenočiti. Sem rekla, ne, ker ona nikoli, mislim, nikdar ni bila brez mene nikjer, veste, to je že čez, mislim, 30 let nazaj, pa je bil drugačen sistem kot zdaj. In pol je rekel, kaj pa delaste, pa sem povedala, pa je rekel, no, pol pa kar peljte domov. Pa sem si mislila sama pri sebi, ja, hudič, kaj pa, če bi bila čistilka, nimam nič proti nobenem poklicu, vsak poklic je zame zelo cenjen, ampak sem mama, ne. Tudi čistilka je mama, ali pa trgovka, ali pa zdravnica, drugače gledaš otroka svojega kot pa nekoga drugega, ne. In tako je bilo tudi v osnovni šoli, ne. Ja, vi pa delate tam pa tam, so rekli, ne. No, prav. In tako da mogoče sem imela res malo večje, ne vem, da so malo drugače pogledali, ne vem. Ker tudi, na primer, ko smo šle na gimnazijo v Postojno se vpisovati, pa sem poznala ravnateljico, sem rekla, evo, ti poznam jo, verjetno bo malo lažje, kakor če jo ne bi poznala. Težje mi bo rekla, ne bomo sprejeli Zale samo v šolo, ne. In tako da sva šle z Zalo 2 leti prej, ko se je imela za vpisati, ki je bila Zala 7. razred, takrat je bila še 8-letka, pa je rekla ravnateljica, ja, si fino, da ste prišle prej, da bomo začeli malo pripravljati kader za naprej, ne. In tako, zmeraj se je tako šlo nekaj na tak način, no, poznanstva, res, dosti je bilo na temi. Žal pa pri zaposlovanju pa je to odpalo, ne, je bilo pa konec. Ali pa k sreči, ker je tukaj popolnoma odprt prostor za Zalo.
Prosim? Ali pa k sreči, ker je ob tem popolnoma odprt prostor za Zalo in bo lahko vse zasluge pripisala sebi. Ja, verjetno res, ne vem. Ja. Jaz sem vse izkoristim, če kakšnega poznam, vprašam, ne, pa pol ima Zala manj pomeni, pa je kakšenkrat malo preveč vgobčna. Ampak ne vem, no, se mi zdi, da kar zdaj funkcionira. Nataša, jaz imam samo še eno vprašanje, potem bomo pa zaključili. Kaj bi želeli reči staršem slepih in slabovidnih otrok, ki so kakšen korak za vami? Mlajši. Da ne spustijo metulje, da odletijo. Ker meni je zelo všeč, da ona reče, zdaj pa grem, ne, pol pa čez vikend me ne bo, ker imam ta seminar, pa grem na to predavanje, pa grem na te delavnice in pol moj mož reče, kaj zdaj pa te sploh ne bo več doma, ali kaj, ne, in pa mislim, kar, ne, in zaupati moraš tistim ljudem, s katerimi se druži, s katerimi gre, ne, in da da čim bolj med drugimi, mi doma že čakamo, da pride nazaj domov, pa vrata vedno odprta. Ampak želim si pa res tudi malo več tega zaupanja in kot so rekli že tej govorniki pred mano, ne, straha, da ne bi bilo ker imajo izredne sposobnosti, invalidi nasploh. Res je strah pred slepo osebo in če je, kot je rekel gospod, mislim, da Štefan, ne, jaz sem bila kar vesela, ko je rekel, so sprejeli slepo osebo, ne mene, ne. Tako da žal, ampak včasih smo malo egoistični, ne, pa rečemo, sej bojo našega otroka sprejeli, ne, ampak žal dostikrat ni tako. Nataša, hvala. Štefan, imate roko dvignjeno. Ja, mogoče majčkeno replike. Ja. Ne moremo posploševati. Tlele moramo biti toliko iskreni, pa poskušati biti tudi objektivni in reči, da niso vsi slepi in slabovidni, bi človek rekel, a veste, biseri, ne? Okej? Se pravi, slepi, ne glede na to svojo osebno okoliščino, so še vedno ljudje, tako kot vsi ostali. Ja. Nekateri so bolj zavzeti, nekateri so bolj motivirani, nekateri manj, nekaterim je dovolj to, kar imajo, kar jim recimo socialna država nudi in nimajo nekih ambicij, da bi delali, ne. Tako da, a veste, jaz ne bi šel v posploševanje. Okej? Ker sem preveč posploševala? Ne, daleč od tega. Samo hočem, jaz sem vedno človek, ki poskušam stvari pogledati iz različnih zornih kotov, ne. In recimo, mi smo imeli primer ene osebe na zvezi, ki je bila slepa in vem, da ji je bilo super, da je imela zaposlitev, na drugi strani smo pa potem skozi proces dela ugotovili, da je bilo toliko enih napak in da se ni niti potrudila, da bi to odpravljala in so nam potem še okostnjaki padali ven v nadaljevanju in smo se morali žal raziti. Ne, tako da smo prekinili delovno razmerje. Ja, se strinjam. Ne, ni bi človek rekel, ne, nismo vedno v rožicah. Sigurno, saj tudi videči nismo vedno v rožicah, ne. Bravo, dvigujem 2 palca. Ja, in povsod so taki in drugačni ljudje, ne, ampak ne vem, zdaj se pogovarjamo prav od slepih in jaz sem dela svojo izkušnjo izpostaviti, kako in kaj, ampak vsakmu, jaz imam eno dobro kolegico, ki je predavateljica predava okoli in je rekla, vsak ima en zelen, jaz sem defektolog drugače po izobrazbi, ne, in ona je rekla, vsak med nami ima en zelen gumb, ga moraš pa nanj pritisniti, pa iz njega izvleči tisto, kar se izvleči da. Če pa kdo nima tiste energije, tiste volje, ampak je rajši tudi med videčimi, koliko jih je zdaj na Centru za socialno delo prijavljenih, pa na Zavodu za zaposlovanje, ne, pa ne vzamejo vsake službe zaradi tega, ker pač ni to za njih, ali pa ne marajo delati, ali pa karkoli, ne. Tako da tu lahko kar postavimo eno ravno črto, ne, med slepimi ali pa invalidnimi osebami ali pa med videčimi tudi, ne. Mogoče en zanimiv podatek tudi, ki je tudi poveden. Mi vsako leto na zvezi delamo prijavo v program aktivne politike zaposlovanja Zavoda za zaposlovanje in preko javnih del poskušamo aktivirati slepe in slabovidne.
in smo se prijavili z 4 mesti na njihov razpis. Bili smo izbrani, pa se razumemo. Ja. Se pravi, odobrili so nam vsa 4 mesta, za katere smo se prijavili. Mogoče koga zanima med vami, koliko od teh 4 mest so zasedli slepi in slabovidni? 2 osebi. 2 drugi osebi, ena ima cerebralno paralizo, ena je pa gluha. Se pravi, mi nismo, čeprav smo želeli, nismo dobili iz evidenc zavoda takšno število kandidatov, da bi jih lahko na 4 mesta zaposlili. Ja, zanimivo. Štefan, To je sem vesela, da ste osvetlili tudi ta del, ampak smo že malo pozni, tako da prej sem opazila, Nina, da si imela tudi ti dvignjeno roko. Želiš še kaj deliti z nami? Ja, jaz sem samo hotela dodati, da sicer je jasno, a ne, da tako kot ljudje brez kakršnihkoli oviranosti, tudi med slepimi in slabovidnimi so različni karakteri. Je pa nažalost tako, da smo še vedno nekako potlačeni bolj na dno in zaradi tega je treba še bolj te sposobnosti in znanja in tako naprej poudarjati, a ne. Mislim pa, da je tudi marsikdo kar zelo motiviran, mislim, da že tisti, ki smo končali študij v Ljubljani oziroma kjerkoli v Sloveniji, ker vemo, kakšni pogoji so še vedno, da smo kar motivirani. Kar sem pa opazila pri odgovorih teh, ki so odgovarjali za našo iniciativo, to, kar je bilo prej omenjeno, da pogosto grejo kar zgodaj v pokoj ali pa da so tako nemotivirani. Jaz mislim, da je to ta situacija, ker vidijo svoje predhodnike. Vidijo, kako nekdo se bori na vse pretege, pa kako mogoče malo ali pa nič ne pride ven. In je bilo zelo žalostno brati odgovore, recimo tudi od slepih iz Nemčije, ki pišejo: mislim, da študiram samo za dušo. In to je bilo zdaj, a ne, tam 2020-2021. Mislim, da je problem, da je še vedno premalo ljudi, sploh slepih, zaposlitvijo ali pa pač so potlačeni nekam tam, tako kot sem omenila, v neka dela, taka pač lahko tudi sindrom prazne delovne mize, in da to ni ravno spodbudno. Od nas se pričakuje, da bomo zelo, zelo motivirani, hipermotivirani vedno in povsod na preži, ampak vsak borec lahko tudi kdaj pade, pa mislim, da ima tudi pravico pasti, če pol vstane. Mislim, da je pa treba, tako kot smo tudi danes že večkrat rekli, tudi na drugi strani zelo, zelo opolnomočiti, da bi bila tudi naša pot lažja, ker ni normalno, da moramo toliko enih stvari vlagati za tako majhen izkupiček. Mislim, da ljudje brez invalidnosti v podobni situaciji s takim majhnim izkupičkom ne bi bili ravno zadovoljni, no. To sem hotela povedati. Ja, Hvala lepa. Hvala, zelo dragoceno in spet Še jaz bi nekaj povedal. še enkrat, še ena potrditev, kako pomembni so vsi ti dogodki, vse akcije, za katere si na različnih koncih različni ljudje, organizacije prizadevamo, kako pomembne konec koncev so tudi delitve naših zgodb in izkušenj. Ja, kaj lahko samo še nekaj rečem? Seveda. Nekoč je tudi ena slepa oseba rekla: ko sem študirala, sem mogla 7-krat več časa in energije vložiti kot en videč. Zdaj so to tehnologijo sigurno nekaj menj, ampak še vedno tako za študij kot za delo, ne, je treba, mora ena slepa oseba več vložiti noter, ne, pa za isto ceno kot, ne, nekdo drug, ko nima tega, tudi sami najbolj veste, ne. Tako da ja. Brigitte, imaš meni minutko? Seveda. Hvala. Zdaj pa začnem meni tale kvotni sistem po zakonu o zaposlitvi in rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, da ta kvotni sistem poznam, ampak slepih ne rešuje. Tu sta dva osnovna problema, vidim. Firme morajo zaposliti 2 do 6%, glede na svoje število zaposlenih je ta delež za zaposlitev invalidov, vendar je to zelo nerodno, so ti deleži razporejeni. Recimo gradbeništvo, ki zelo težko zaposli invalide, ima 6% delež, javna uprava, ki je pa veliko lažje zaposliti invalide, ima pa samo 2% delež. To je ena zadeva. In pa, da tale sistem
penalov, ne, kazni, če nima toliko število zaposlenih invalidov, kot bi jih moral imeti, so te kazni tako nizke, da marsikatera firma rajši ti izplačuje, kot bi pa zaposlila invalide. Druga stvar je pa tale, da firme to kvoto zapolnijo z narekovaj lažjimi invalidi, ne. Recimo invalidi druge, tretje kategorije, en, ki ne sme dvigniti več kot 10 kil bremena in podobno, ne, z njimi zapolnijo to kvoto, dočim zaposlitev slepega pa vemo, da je veliko težja, dražja in tako dalje, in da bi tu morali tudi nekaj v tej smeri spremeniti. Toliko na kratko. Brane, Brigita, hvala. jaz bi rada tudi še 2 besede rekla. Ivica, izvoli. Jaz bi pozdravila vse, zlasti Brigita, tebe in se ti zahvalila, si odlično odvodila to zadevo, pa tudi Nino, ki jo spremljam preko, včasih se vklopim na sliko oziroma na, kako že imamo tisto za ljudi z oštećenjem Sestanke vida. za živeti z okvaro vida, tako je. In tudi Ireno, skratka, to ste vse punce, ki sem vas imela že včasih na seznamu, ko ste bile še dijakinje. Vključila sem se pa zato, ker danes zaradi tega, kot sem že prej rekla, da bi videla, kakšna je danes situacija. Zdaj, jaz bom rekla, še vedno je to, grdo rečeno, čista jeba, no. Ampak je pa že drugačen pogled, kot je bil takrat. Jaz bi rekla, jaz sem se za svojo službo, in to telefonista, borila prek sodišča, ker je takrat veljal pač zakon o prednostnem zaposlovanju telefonista na delovnem mestu telefonista, pač slepih, ker me je delodajalec kljub razpisu za telefonista me je zavrnil, a ne, pa je videčo osebo sprejel. To se pravi, 1 leto sem se tožila za telefonista. Poleg tega moram pohvaliti zvezo, ker takrat, ko sem se jaz odločala za šolo in študij v 70. letih, je bila zveza naravnana tako in društva, da so te prepričevali, da ti tega ne zmoreš in da naj se raje tega ne lotiš. Jaz sem imela hude travme takrat, ker so me prepričevali, da moram iti v Škofjo Loko v šolo za telefonist. In še celo doma z družino sem bila skregana, ker so jim govorili, ker so prepričevali moje starše, tudi iz društva, da me bo avto povozil, ker sem hotela sama hoditi. Takrat smo se, ko sem jaz končevala zavod, so nas začeli učiti s palco hoditi in sem se čutila suvereno. Čeprav sem se morala 42 kilometrov voziti v gimnazijo. In starši so bili prepričani, da tega ne smem, ker enostavno je prenevarno. In govorim pa to zato, ker samo tisti najbolj trmasti, najbolj, ne vem, tudi nadarjeni, no, lahko pridejo skozi to tekmo, tudi danes, ne, tako je gospod Kušar tudi omenil, vsi pa ne. Ampak to je itak zakon, ki velja na splošno, ampak je pa še ena druga, po moje, težava, to je pa bolj z sociološkega vidika govorim, da pač vidimo, da potreb po delu je vedno manj, a ne. Danes je tisto visoko intelektualno delo, ne vem, raziskovalno in podobno, to je še aktualno, veliko ostalega dela prevzema umetna inteligenca in je tu ena dodatna težava, zaradi česar bomo še težje dobivali zaposlitve. Ampak pomembno je to, ključno je to, da je tudi zveza spremenila svojo strategijo, svojo doktrino, da nudi oporo tistim, ki pa so nadarjeni, ki so vztrajni, ki so motivirani, da lažje dosežejo cilje, kot pa če si pa čisto sam na tej poti, je pa veliko težje. In bi mogoče samo vprašala gospod Natašo,
Koliko je pa Nataša Zazalo čutila oporo v zvezi pa društvih, v društvu, ne vem, Nova Gorica ali kje ste? To me pač čisto tako zanima, če je možno. Ja. Ja, mi smo bili vključeni, mi smo pri Koprškem društvu, oziroma Zala je član Koprškega društva. Mislim, vedno smo se udeleževali vseh teh, ali so bili seminarji, ali so bili karkoli drugega in moram reči, da nismo bili zelo aktivni, ampak v bistvu bolj jaz sem bila aktivna kot mama, takrat na društvu, ne na društvu, na zvezi, ko je bilo za te otroke, za družine otrok, ki imajo slepe pa slabovidne otroke, in da smo, kadar sem ga rabila, jaz sem poklicala tistega, ker sem tisti trenutek mislila, da ga rabim, in vedno sem dobila nek odgovor od nekje, ali je bilo društvo koprško, ali je bilo Zveza slepih. In moram pa reči, da takrat smo imeli na Zvezi slepih skupino staršev za samopomoč. In Nina, tvoja mama je bila takrat predsednica tega društva in mislim, da je specialno vodila, in takrat mislim, jaz kot mama sem zelo čutila eno tako oporo v starših, ker smo se starši tudi poklicali med sabo, pa s prve roke reševali probleme, no, tako bom rekla, take ali drugačne, ker smo bili v to vrženi, ne, in ampak mislim, da sem kar, kaj lahko po pravici povem, najmanj oziroma najbolj je bilo težko z zavodom, no, tako z njimi sodelovati, ker začeli smo z to integracijo. Zala je začela v prvi razred hoditi leta 2000, ko se je glih začela integracija, in vsi smo vedeli, da integracija je, noben pa ni vedel, kako delati. In tu je bila ena sreča, da je pol lahko bila Zala tudi vključena v redno šolo. In moram pa reči tudi, ja, da je dobila takrat odločbo, po odločbi, da dobi 5 ur na teden, in takrat so hodili iz zavoda 5 ur na teden izvajati specialna znanja tudi na samo šolo. In mi smo jo pa vozili enkrat na teden na specialna znanja v Ljubljano, tako da na zavod, tako da ni bilo. Ampak, saj veste, tista borba, ne, da bi mogla iti Zala od doma, da bi lahko bila vključena v redno šolo, da bi lahko bila s svojimi, ker tudi mi smo v majhnimi kraji, pa se vsi poznamo med sabo. Pa zmeraj sem imela to pred sabo, kaj pa, če bo mogla iti od doma, noben je ne bo pozno, vsi bi jo pozabili, pa tako, no, in tak strah je vedno, no, tak, da je bilo pa treba, tako da, kar se tiče samih pripomočkov, pa to smo mogli tudi sami poskrbeti, ker ne, da ni bilo toliko, kot je zdaj, no, to razširjeno. Meni je nekako danes v zadoščenje to, da, kot smo že prej omenjali, da vsak kamenček prispeva k nekemu mozaiku, nekdo je rekel, a ne, malenkosti tvorijo popolnost, popolnost pa ni malenkost, a ne. In tako vsaka malenkost pač prispeva, in jaz danes mi je v zadoščenje to, da tudi tisti trmasti, ki smo pred 50 leti začeli to pot in kasneje tudi borbo za osebno asistenco, kar je bilo v začetku kot nek tujek v tej družbi, zelo je bilo veliko teh klasičnih organizacij takrat zelo nastrojeno proti temu in je bila borba sploh to uveljaviti v tej družbi, ampak danes se je uveljavilo in vidim, da to pomaga tudi slepim, tudi Zala lažje dela to delo z asistenco, jaz sem lažje in doštudirala, čeprav kasneje, jaz v rednem roku nisem doštudirala, ampak sem se kasneje spet lotila s pomočjo asistence in sem uspešno rešila in to danes še vedno delam. In mi je to zadoščenje, da nekako, da je kljub vsemu napredek, kljub vsemu je napredek. In to je danes moje spoznanje in hvala vam za to. No, jaz bi samo še nekaj rekla, kdaj se je popkovina med mano pa Zalo pretrgala, ne?
ker smo res starši taki, jaz, kot sem rekla, jaz sem imela telefon vedno pri sebi, pa čakala, mogoče bo pa poklicala, pa bo rabila, pa tako. Zala je šla, se je odločila, da gre na izmenjavo v Anglijo. Tu pa ni bila Ljubljana, ne, da bi kar tekla v Ljubljano z avtom, pa je kaj pomagala ali pa prinesla, ali pa ne vem, saj tu se ni dogajalo nikoli skoraj, ampak starši imamo vedno tisto občutek. Tam pa je bila od doma in mislim, da je bilo kar v redu za obe, da je šla malček stran, ne. Mislim, saj zame, no, zadnjo verjetno ni bilo toliko, ampak jaz sem pa kar malček naredila en velik korak naprej. Tako da, ja. Super. Jaz bi se rada na tej točki zahvalila. Lahko prosim še jaz dobim besedo? Jo, seveda, izvoli. Hvala, saj se bom potrudil biti hiter, no. Začel bi z eno anekdoto, ne, in sicer jaz sem imel službo obljubljeno v bolnici, kot socialni delavec, in potem na zdravniškem pregledu je rekla zdravnica, je rekla, no, pa preberi, vidiš, kako boš ti imel službo, kako boš ti delal, rekla, pa preberi, kaj piše na kuverti, ne, na znamki tisti gor. In jaz sem pogledal, da bom prebral in sem rekel, ja, tle ni dobro videti, sem šel. In potem je ona vzela to kuverto v roko, no, vidiš, da ne vidiš, tukaj piše, rekla, a ja, ma sej, ta je malo slaba kuverta, sej tudi jaz ne vidim, kaj tukaj piše, ampak vseeno, je rekla, vseeno, ti ne moraš delati, ne. Tako da to je bilo prav smešno, ne, kako je ona meni povedala, da jaz ne moram delati. V glavnem, jaz mislim, da moramo razumeti mi tudi ljudi, ne. Jaz potem po tistem sem bil dostikrat slabe volje, pa ljudje, sem si mislil, pa kaj sploh mi rabimo različna društva, pa kaj, pa ne mi dajo tam jurja in pol, pa bom jaz doma, ne. Ne rabimo nobene inkluzije, nič, ne, sem bil pač razočaran, pride človek, ne. In tudi ljudje tako rečejo, ne, veste, ljudje ne poznajo te situacije, ljudje različno poznajo, pa eni imajo več občutka, eni manj občutka. To je, če vzamete primer, recimo, nekdo ti bo ponudil komot, da se ga oprimeš, ne, nekdo te bo pa kar hotel vleči za roko, pa te primil pod pazduho, pazi, da ne padeš, ne. Isto razumejo ljudje zaposlovanja, ne, in moramo tudi mi njih razumeti. Oziroma, jaz sem potem ozavestil, bi rekel, ta point tega društev in ne samo našega, slepih in slabovidnih. Tu mora biti, da mi ljudem pokažemo, kaj je prav. Okej? In mi moramo reči, pa poglej, sej, pa kaj zdaj, vi boste tam malo pomagali nekomu, pa pejte delati na društvo, zaposlite se na društvo, ne, pa sej tam boste dobili neko plačko, pa tako, pa neki bo, ne. Ne, mi moramo njim povedati, si predstavljaš, da se tebi zgodi kaj takega, ali pa tvojemu otroku še slabše, pa bilo komu, kaj bi ti rad za njega? Da gre na društvo tam malo neko plačko, ali da se tu širi. In to moramo mi ljudje v prvi vrsti jih razumeti, da oni ne razumejo in potem mi njim pokazati, kaj je prav. Tako, no, evo, sem zaključil. Rok, hvala. Ja. Jaz bi pa se še mogla tudi nekaj oglasiti. Brigita, polno gostov, zanimiva tema, kar ne končamo, ne? V bistvu bomo naredili skoraj 2 Zoom kavici. Odlično. Rok, ti si zdaj meni dal eno odlično iztočnico tudi, no, da še nekaj povem pa jaz iz svojega vidika, pa mislim, da to še nisem imela nikdar, odkar sem na zvezi, čeprav sem že 4 leta pa 2 meseca. Nisem imela tega priložnosti sploh povedati, no, pa bom zdaj povedala. Na začetku, ko sem jaz prišla delati na zvezo, je meni bilo seveda vse popolnoma novo, neznano. Spraševala sem se, ojoj, kaj pa lahko jaz v imenu slepih povem, če nimam te izkušnje. Potem sem se čez nekaj časa pač malo seveda vsega tega naučila, spoznala veliko ljudi in potem sem rekla, ok, to je lahko prednost, lahko je tudi slabost, ne. Seveda slabost je, ker te izkušnje nimam, ker jaz načeloma, ko
stopim ven iz prostorov Zveze slepih, jaz grem čez cesto normalno, se usedem v avto, odpeljem domov, čeprav moram reči, da sem zelo senzibilna, povsod, kamorkoli grem, gledam semaforje, taktilne znake, povsod srečam ljudi z belo palico, pač, ja, no, kar je pa prednost morda, je pa ta, da vedno poskušam najti čim bolj objektivno in širšo sliko. Recimo, velikokrat me kaj sprašujejo, ja, kakšne pa imajo slepi izzive. Jaz tukaj nikoli ne morem izhajati iz sebe in navajati svojega izziva. Jaz niti ne morem nikoli navajati, ne vem, izziva Brigitte, Roka, Zale ali kogarkoli in ga jemati kot nek vsesplošno zgodbo. Pač izzivov je ogromno, zgodb je ogromno. In ravno zato v tej skupini, ki jo imamo, če ne bi bila to skupina naših slepih in slabovidnih članov, ki bi skupaj to soustvarjali, pač jaz ne bi mogla v njihovem imenu pisati ničesar, govoriti ničesar. Tako da tudi ko zdaj ravno spet sem pri tej skupini, no, povabili nas bojo na radio v kratkem, Radio 1, studio ob 17. In tudi sva se dogovorila z gospo Petro Medved, novinarko, da bomo nekaj teh izzivov, različnih situacij, ki so se ljudem zgodili ob iskanju službe, ob razgovoru, da bomo tudi jih nekaj zbrali strani naših članov, ravno zaradi tega, da če mene potem vprašajo, kakšni pa so tisti izzivi, da bom jaz potem lahko imela tudi nek nabor teh izzivov in da jih bomo lahko objektivno tudi predstavili. Tako kot sem rekla, pač to je nek nabor izzivov veliko ljudi in potem lahko tudi neke vzporednice lažje najdeš s tem. Evo, hvala, da sem lahko zdaj to povedala. Super, Nastja, hvala tudi tebi. Na tej točki pa bomo res zaključili današnjo Zoom kavico. Dobro. Ne, samo eno repliko sem hotela še, oziroma, ne vem, gospe Nastji, mogoče bi pa povabili nekoga tudi od tega, na v medije, kot je na primer, rečemo, ravnateljica ali pa pomočnica ravnateljica od naše Zale, ker lahko naša Zala čisto fajn se počuti, pa kot je rekel že predhodnik, ne, pa morajo lahko kdo namesto nje upravljati kakšno delo ali kaj takega. Ne vem, zdaj se zmišljujem, ker meni se tudi zdi, da naredi lahko vse, ampak nekdo zunanje pa to drugače vidi, ne? Absolutno, no, hvala, da ste to omenili. Ja, ravno ta gospa Petra Medved, novinarka, je bila včeraj na našem dogodku in se je vse to že dogovorila tudi s tistimi ostalimi institucijami. Mislim, da tudi z eno delodajalko, ravno iz zdravstva, iz šolstva, iz kmetijske šole Grm, in mislim, da je gospa se potem tudi odločila, da bo sodelovala pri tem intervjuju. Tako da ja, vsekakor pač ni samo zgodba enega človeka, to je zgodba tudi različnih institucij, delodajalcev, vseh, ki smo kakorkoli vpleteni v to, ja. Dobro. In zaključujemo s tem, da se bodo stvari dogajale in odvijale še naprej in tega se veselimo. Tako da hvala vsem. Srečno. Srečno, hvala. Hvala, živijo.